Heavy metal je ultimativni underdog glasbene scene. Ne? Nekdo, ki je v neki poziciji, kjer se ne pričakuje, da bo uspel. Ne? Tilen Hudrap. To, kar si na odru, mora biti fucking superhero. Ti moraš biti na odru to, kar ne more biti vsak in kar ne more vsak niti videti na dnevni bazi. Ko igraš pred tisoči in tisoči, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, A petek. se prevadeš? Extreme music for extreme people, isto je, extreme sports are for extreme people. Vsa vretenca imam zjebano od čupanja, od headbanganja, križ, hrbet, vse uničeno, vse znucano. Nobenega alkohola na turnejah, niti kapljice alkohola na turnejah, ever. Wow. Nič, 0,000. Urnik, ki se mi je takrat pojavil za leto in pol naprej, 250 špili na leto. Kao, gremo zdaj vse nadoknaditi, ne? In sem mislil, fuck, vse delam na pravi način, ne, ni možno, da me to doleti. In smo na odru, sred Münchna, špilamo pred zadnji komad in jaz se enostavno z grudi pravno sesujem. Sred igranja. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Drugač pa, ja, no to, ko sem prej govoril, ne, Ja. Dejansko, 12 let nazaj sem delal eno seminar zadev v Ljubljani, ne, in Pop TV je izvedel, da sem jaz dan prej bil z Jeff Thorpom iz Vicious Rumors, torej mojim tedanjim kitaristom, z Metallico na Dunaju, ne. In ko so to oni slišali, ne, tako intervju, pop in uno, drugo, tretjo, ne, in sam, da je bilo nekaj takega, torej, senzacionalnega, ne, so takoj uleteli. In pol, kadarkoli sem jih poklical za kaj drugega, ne, pa že ono, ja, a je bilo kaj ful mednarodnega zraven. Vedno pizda, ne. Tako delajo, clickbait gledajo. Točno to. Ko ga lahko sprožijo. Vedno clickbait, ne. Fuck that shit, Ja. jaz ti bom tako rekel. Mene zgodbe zanimajo, tako pač. Ne toliko uno, ok, dosežki so neki, ampak ne bojo dosežki del tvoje zgodbe, veš, ne toliko uno, Točno kam bi se zraven podpisal. Mene zanima, kako se spočutil, ko si nekaj naredil. A ne. to. Pa prej si mi govoriti začel, da v bistvu slovenska scena, ne glasbena. Zdaj ti, ok, kle se pogovarjava zdaj o metal muski. Kaj tako. In hard rock, ja. in Nasploh hard vse- rock, ja. Vse te zadeve, ja. Ja, že nekako, ok, včasih, ko rečeva 80-ta, 90-ta, je bilo to veliko bolj mogoče globalno popularno, kaj je zdaj. Saj tako jaz vidim. No. Zdaj praktično, če bi vprašala, ne vem, 100,000 mulcev starih 18 let, da povejo en heavy metal komad, ne vem, če 1% pove. Imaš prav, ja. Vprašanje, če bi jih 1% znalo našteti, ena pa dva komada, ne. Ja, Zdaj, logično, če govorimo o heavy metalu kot takemu, zdaj ne samo v underground smislu, oziroma celo v underdog smislu, kot je ime tvojega podcasta, ne. Heavy metal je ultimativni underdog glasbene scene, ne. Vemo, kaj underdog definicija pomeni. Torej, nekdo, ki mu je nekdo, ki je v neki poziciji, kjer se ne pričakuje, da bo uspel. Ne. Spravi, underdog timi v športu in to, ko eni z 12. mesta špila proti prvemu, je takoj underdog, a ne. In to je metal od nekdaj v glasbeni sceni, ampak je fora v tem, da vedno na nek način ponovno pride na površje. In točno to, kar si ti rekel, ne, v 80-ih je v bistvu bila to glavna zvrst na planetu, a ne. Predvsem zaradi MTV-ja, ki se je začel leta 83, in tam ni bilo drugega v bistvu Valjda, ja, kot MTV. hard rock in heavy metal, ne. Oni ogromni pop zvezdniki so bili samo torej Michael Jackson, Culture Club, a ne, z Boy Georgeom, vse to, kar se je na videzu ful delalo. Ampak heavy metal je kot tak vletel v te MTV vode, najprej brez nekega vizualnega aspekta. So po pol s cajtom, takoj od leta 83 naprej, pa tam do leta 88, v teh 5 letih, v bistvu vizualno prevzeli vseeno celotno to 80s sceno in jo tudi definirali, a ne? Ker so se vsi bendi, ki so bili popularni na MTV-ju, torej metal bendi, zglamizirali, torej postali so
čist glam, ne. In to je pa stvar, ki je v bistvu metal začela uničevati takrat. Zato, ker so vsi bendi dali več na videz kot na vsebino. In več kot na muziko, ne. Ja, malo se je začela, prodaja je začela zraven hoditi, ne, folk je dojel, da lahko s tem služi in če boš hotel zaslužiti, boš delal tako, kot bojo strici rekli. Absolutno, in to so jim tudi rekli. Ja. Ne. Kam bi pa Metallico vključil? Tako Metallica je po mojem nek band, ki ga pač vsak pozna. Ja, no, prej, ko si omenil, ne, če bi kjer od mulcev znal našteti en komad ali pa dva, definitivno bi Metallica bila prvi band, ki bi jo omenili. Ja. Spravi, ali Enter Sandman ali pa Nothing Else Matters, ki sta v bistvu del globalne kulture, nista sam metal komada ali samo komada, ampak sta dejansko del kulture že. Sploh pa v Ameriki, kjer FM radio še vedno ful deluje in ima še vedno ful vpliva, ne. In jaz, ko sem v Ameriki na turneji, kadarkoli prižgemo radio, čisto iz zanimanja, ne? Ker v Sloveniji v bistvu radio funkcionira na čist drug način. Ampak tam imaš pa še vedno torej classic 70s rock in 80s metal, čist skos, ampak skos, na valovih, ne. In Metallico ti v bistvu v Ameriki na samem radiju, komercialnem radiju, slišiš, ne vem, verjetno 50-100 krat na dan, a ne. Pa Van Halen, pa vse te res znane bende, da ne govorim pač une klasične, kot so Eagles in Foreigner in Journey, recimo, najbolj, ne, to je dejansko del ameriške kulture. Ampak ja, kar se 80-ih tiče in kam bi Metallico umestil, zdaj Metallica je pa glih ta drug del in protivtež temu, kar je MTV hotel ustvariti s temi glam bendi. Zaradi tega, ker Metallica je pa uletela popolnoma spontano in nenačrtovano v celo to sliko in Metallica prve 4 albume sploh ni posnela videospota in so trdili takrat, na samem začetku, da nikoli v življenju ne bojo posneli videospota. Oni so to smrtno trdili. Zakaj? Kaj bi razlog? Zato, ker je bila to enostavno toliko komercialna stvar, ki je dušno niso podpirali in so bili totalno proti. Torej, Metallica je delala izključno na glasbi, brez vsakega videza. V bistvu so bili prvi band, ki so leteli strganimi kavbojkami, umazanimi majicami in z nepočesanimi čupami na oder, ne, in so bili street people, ne, kao, we're gonna play and present ourselves just as we walk on the street. Na to faro, ne. Čisti rones. Čisti rones, ja. Ampak logično, tudi oni so popustili in na 4. albumu, ne, na And Justice for All so posneli prvi spot, torej One, ki je pol itak naredil totalno revolucijo, ker je spet bil en izmed prvih spotov, ki je bil posnet črno-bel. In v takratnem cajtu, v 80-ih je bilo to gremo nazaj v neme filme v letu 1920, ne, da je zdaj spet črno-belo vse. In so v bistvu ful revolucijo naredili s tem. Ampak Metallica je imela srečo, zaradi tega, ker so imeli od drugega albuma naprej na Ride the Lightning so podpisali z AC/DC managementom, z Cliff Bernsteinom in ta management jih je takoj znal voditi, ne? Ker takrat so bili mulci stari 20 let. Ja, noro, če razmišljaš. Ja. Ker smo lih pri mulcih. Ti si rekel 88-letnika, ne? Daj me pel malo nazaj. Tako pel me v svoje otroštvo, veš. Zdaj nekako, kakor mi je Dora, a ne? Dora. Kako si že prej rekel, da jo poimenujemo? Neuradna fizična PR-ovka. Jaz se bom Dora klical. V glavnem, Dora mi je rekla, da si ti v bistvu, kva sem hotel povedati? V bistvu, ja, Koroška, in pa da si v bistvu pri zelo zgodnih letih se srečal z glasbo, ampak nekako ne pa s temi pravili. Da pravila pa ti niso bila nekaj, kar ti je spadalo pod glasbo. Da bi mogoče malo pel v otroštvo, malo pel v odraščanje mogoče, kako si prišel nekako prvi stik s to svojo strastjo? Ja, prvi stik je bil v bistvu zelo spontan, ne. Freddie Mercury je umrl za posledicami AIDS-a in pol leta po njegovi smrti so organizirali tribute koncert na Wembleyju in takratni največji bendi, kot so Extreme, More Than Words, Metallica, takrat z Black Albumom, prej omenjenima komadoma, točno na tem albumu, torej Nothing Else Matters, Enter Sandman in drugimi klasikami, Wherever I May Roam, Sad But True, vse to pač res nore klasike. Vsi ti bendi plus Def Leppard plus ogromno gostov iz vseh možnih žanrov, vključno z George Michaelom itd. In Elton Johnom,
vsi so bili tam in logično, Guns N' Roses, ne. Guns N' Roses takrat niso smeli manjkati. In to je bil v bistvu prvi koncert, ki sem ga fizično gledal, ne, na sobotni noči s fotrom. Prav, to si bil star kaj, 4 leta? Ja. In fotor je pa že prej imel ogromno enega vinila, ki je ležal naokrog po hiši, ne. Ta vinil je v bistvu kupoval stric, žal pokojni stric, ki je bil v srednji šoli v Postojni, kar je takrat tudi bilo nekaj neobičajnega, a ne, da en Korošec gre v Postojno. Ja, in je ogromno... Lode je Didi. Ja. Jaz dejansko ne poznam kjerga drugega osebno, in ker to je bilo torej v sred 70, 74, 75. In on je ogromno plat pol dobil od svojih primorskih sošolcev, ne, Status Quo, Deep Purple, Black Sabbath, Tin Lizzy. In to so bili moji začetki, se pravi, sem skozi vizualno te zadeve videl okrog, ne, pobajati Status Quo, recimo vsi v džinsu, ne, Angleži, sem, kaj je to, ne, sem in tja. In pol v mladosti v bistvu sem bil nekako obkrožen z vsemi možnimi zvrstmi, ne. Ampak zdaj, če se navežem sam na metal in na hard rock, v bistvu to je bil začetek, no, da sem to nekako skapiral, ne, in nekako pogruntil, zakaj se gre. Druga stvar je pa to, da sem imel bratranca, še vedno ga imam, no, ki je pa bil iz Avstrije. So se preselili v ful mladih letih torej v Avstrijo. In on je pa isto dobil takrat ful enega materiala, ki ga v Sloveniji nismo, ne. In sem bil pol spet z njegove strani v bistvu bombardiran z določenimi zadevami, ne, ali pa vedno, ko je letel na obisk, je imel nek jeans jacket z nekim novim našitkom. In pri 6 letih mi je dal prvi strgan brezrokavnik z Guns N' Roses našitkom, ne. In ne vem, že takrat sem v bistvu dobil nek interes v vse te zadeve, ki so se večini ljudi zdele grozne, a ne, smrtne glave, kostnjaki, neki fuck you, simboli. Uporniško zelo. Tako. In pol je pa stvar v tem, da sem šel tudi v glasbeno šolo, ne, ob tem. Torej, v glasbeni šoli sem dolga leta igral klarinet, totalno izven konteksta v povezavi z metalom, ne. Ja. Ampak zaradi tega sem se pa tam zelo hitro spoznal s klasično glasbo. In klasična glasba in metal pač imata največjo možno povezavo, ne. Večina ljudi, ki se ukvarja z glasbo, ti bo reklo, da je bil Wagner prvi metal pisec, ne. Kar to. Zakaj? Kako? Mislim, kje je povezava? Klasika dela na epskosti, dela na tematikah, ki jih pop kultura ne pozna, ne. Dela na tem, da ustvari nekaj, kar te notranje prebudi, ne. Torej, zdaj, če klasiko povežemo tudi z opero, torej s tem, da so začeli zgodbe priključevati v to klasično glasbo, ne. Torej, predvsem Wagner, zdaj, če poslušaš Parsifala, če poslušaš Twilight of the Gods, torej Somrak bogov in poslušaš zadnji del Siegfriedovega Funeral Marcha, ne. To je kot da poslušaš en metal komad, ne, v zdajšnjem času. In zaradi tega sem pač že kot otrok začel to dvoje pol povezovati v smislu, pa se to je bolj ali manj ista stvar, ne, ampak kot igrana z drugimi inštrumenti, ne. Se pravi, to, kar so bili baritoni in kontrabasi v klasiki, to je pri nas bas kitara in bas boben na kompleto, ne. To, kar so višji inštrumenti, so kitare, ne, kar so laže, flaut in visoki toni klarineto in oboa in tralala, so laže na električni kitari, ne, v visokih legah. V bistvu je vse ful sovpadalo eno z drugim, ne. In ob tem je pa stvar tudi to, da sem takrat ful aktivno bil v športu, ne. Ful let sem igral fuzbal, moj dejanski soigralec na naslednji poziciji v ekipi takratnega Fužinarja v Ravnah je bil Tine Urnot, zdajšnji kapetan odbojkarske reprezentance. Ja. Roman Bezjak, recimo napadalski, odigral za reprezentanco, 30 tekem dal ogromno golov, špilil za Olimpijo. On je bil moj soigralec in smo bili ful smo bili ena taka generacija, recimo en neuspešniejših plavalcev v zgodovini Slovenije. Damir Dugonič je bil moja paralelka v osnovni.
Pa čakaj, Janja mora biti tudi, ne, je mlajša. Ona pa mlajša. Ona pa mlajša. Ona je po mojem moj letnik. Ampak tudi Korošica. Tudi Korošica. Kaj vam dajo vodo? Ne vem. Drugače dobra Koroška voda. Železo, stari, moja železo. Moja žena ima umo iz Koroške. Res? Zato vem, ja, Zdravograda, no. Aha. In ja, voda je neverjetna. Tako pač okusna. Ja. Tako da ja, nekaj mora biti noter. Nekaj je na tem. To se tudi sami včasih sprašujemo, Korošci dejansko. Ampak spet, ko to omenjaš, jaz bi rekel, da je glih ta pozicija, ta underdog pozicija naše regije. Najbolj zapostavljena regija, edina regija ta moment v državi, ki nima avtoceste. Jaz sem se danes furil 70 km do Arje vasi, da sem lahko šel na avtocesto. V bistvu, poleg Prekmurja, smo res najbolj zapostavljena regija od nekdaj. In jaz mislim, da glih to, da smo mogli vlagati 3-4 več dela v vse, nam je prineslo to neko železno voljo, ki enostavno ne pozna besede ne. Zdaj, recimo, če se navežem na stare cajte, ko govorijo o odraščanju in začetnih letih. Recimo, pri 14, 15, 16, nimaš izpita za avto, frendi niso bili starejši, isto nimajo izpita za avto, fotor ne boš rekel, me lahko peleš v Ljubljano na koncert, ker se bo sam zasmejal. Se pravi, kaj nam je ostalo, ko 1 uro nismo dobili štopa? Najprej si šel na štop, kdo ti bo ostajal, ščupo doriti, skoro noben. Na koncu si šel na vlak, Ravne Dravograd, Dravograd Maribor, Maribor Cele, Cele Zidani most Ljubljana. Skoraj 4 ure do Ljubljane, zato si lahko šel na en koncert, na Metelko ali pa Ortobar. In recimo to si Ljubljančani in pa vsi ljudje iz neruralnih okolja, recimo Mariborčani, Celjani, kakorkoli, sploh ne znajo predstavljati. Ja, bolj se ti splačali tu v Celovca, pa v Avstriji. Absolutno, v Salzburgu, v Münchnu bi bil prej. Ja, vse to je. In to je nepredstavljivo, zato jaz sem vedno že takrat kolegom iz iste generacije rekel, vi se sploh ne zavedate, kjer je privilegije imate, ne rabite se boriti in delati v bistvu za to, v bistvu imate ful zadev na pladnju, pa se tega ne zavedate. In to je bilo za nas v bistvu na nek način brutalno, po drugi strani pa v bistvu ti je dalo še večjo motivacijo, da enkrat izplavaš iz tega. Enostavno, jaz sem vedno razmišljal, jaz ne da nočem tu ostati, jaz ne morem tu ostati. Moje muske ni tu, ni česar, in tudi v Sloveniji, Spravi sem res pri 11-12 letih sem razmišljal že na mednarodni način in že takrat sem imel plan, da bom naredil to, kar sem pol naredil, Kaj misliš, da ti je omogočal, da si že takrat toliko verjel v to? Kako si vedel? Veš, kaj mislim? Ja, v bistvu neka, zdaj bom rekel res čisto objektivno, ampak neka samozavest, ki je še sam ne znam opisati ali pa ti razložiti. Jaz sem enostavno vedel, da zdaj v športu dejansko sem bil ful dober. Smo bili na ultra nivoju, pol so nas 3-4, ki smo bili pri Fužinarju v fuzbal ekipi poklicali v Dravograd. Dravograd nas je odkupil takrat, Dravograd je takrat bil ful na nivoju, Recimo Robert Koren je bil par generacij pred mano, kapetan reprezentance na svetovnem v Južni Afriki. Cela ta generacija ljudi, oba brata Pečnika, en izmed Pečnikov, torej mlajši, je dal gol proti Rusiji, zato smo šli sploh na svetovno itd. To je bila ta generacija in je bila res nora nogometna šola takrat in smo šli tja, In pol pred izbori za selekcijo in vse možno, in to je bila pot je bila začrtana, ampak vmes sem si pa rekel, v unem cajtu, punce, rock'n'roll, vikendi, vse to gre adijo, Vse to gre adijo. In sem bil, ne, hočem rock'n'roll, ampak ne zdaj na kak pretiravan način, to moram poudariti sprva, jaz v življenju nisem probal ene droge, nikoli ne bom, nikoli nisem bil niti malo zainteresiran za te tematike, Alkohol, ja, logično, kaj spiješ pa to, ampak čisto nič radikalnega in ko sem v bistvu šel v muziko, sem imel fokus samo na muziko. In jaz sem vedel, da enostavno za mene v lifeu ni druge poti kot šport ali umetnost, in s tem tudi svoboda neka. Torej, 9 to 5 je bil no go, Že v otroštvu sem to vedel, zaradi tega, ker sem gledal
sosede, očeta, vse generacije pred mano, ne, gledal sem torej dedija, ki je bil 40 let v topilnici v železarni in obračal 600 stopinske kose železa, a ne, na 3 smene. In jaz sem bil no go, fuck no, a ne. To enostavno ne bo moj life. Kljub temu, da imam največje možno spoštovanje do tega, največje možno spoštovanje. Ampak enostavno sem vedel znotraj sebe, da to ni za mene, ne, in da moram se vzigniti iz tega. A si pol sprejel tako odločitev, ko si rekel, ok, jaz bom fuzbal zdaj čist pustil. A me lahko peleš mogoče v to obdobje, kako se ti je bilo odločiti, ker to ni majhen sacrifice, se pravi, ni malo žrtvovanje, da se odrečeš nekim svojim delu svojih sanj, ne? Kako si mogoče prišel do odločitve? V bistvu na nek način mi je pomagala mi je mama, ker je rekla, lej, v športu imaš ogromno potencialnih poškodb, slej ko prej se lahko tvoja kariera zaključi, a ne? Enostavno je ful večje tveganje za vse. Poleg tega, pri 30, 35 zaključiš, nimaš več kaj, ne? Lahko greš pol, ne vem, v trenerske vode, karkoli. To mi ni bil nek interes, ne takrat, ne zdaj, in sem si rekel, fuck, pol se bom posvetil muziki, pa tudi v srcu sem jo zelo bolj čutil, ne. Druga stvar je bila pa to, da je v bistvu basist v Iron Maiden, Steve Harris, imel v bistvu čist isto pot. A res? Ja, model je bil v West Hamu, v vseh zgodnih šolah in je še zdaj največji fan, recimo, ko igra kitaro, ima SM nalepko že 50 let na svoji kitari, a ne, dres na stage in vse možno. In sem bil fuck, leto, če njemu ratalo, why the fuck not me? In pol sem šel v bistvu nekako po njegovih stopinjah, kar se tega tiče. Je bilo pa ful problematično, zaradi tega, ker sem v bistvu mogel pustiti eno grupo frendov čist za sabo, pa se posvetiti nečemu svojemu. Ampak spet, nečemu svojemu. Ja. Na čisto svoj način, zaradi tega, ker takrat ni obstajalo nič. Nisi imel ti poti začrtane, ni bilo poti. Pej do tega človeka, do unga človeka. Ne? Točno to, ni trenerjev, ni facilities, nimaš na Koroškem, nimaš klubov, nimaš placov za vaje, nimaš nič. In še ko smo to našli, so nas začeli overati od prvega momenta. Ne? Se spomnim, imamo eno odlično dvorano v mojem naselju, ker jaz sem v bistvu iz 2 kilometra oddaljenega naselja ven iz Ravn na Koroškem, Stronska reka. Tam imamo eno odlično mladinsko dvorano. Ne? Sem šel vprašati takratnega predsednika krajevne skupnosti, mi bi imeli plac za vaja, lej, fucking sendviče bomo imeli tam, pa sok, pa bomo špilali, ne, nobenega alkohola, nobenih neumnosti, nobenih, ne. Znači, prazna dvorana, tudi 300 Zakaj ne? Enostavno ne, to je bil odgovor, ne morate to razbijati. Zakaj pa misliš, da je bil ne? Zaradi neumestnih predsodkov, ki jih ima ogromno folka, do naše muzike. Kar je popolnoma neutemeljeno, ne, jaz v bistvu že 25 let, dobesedno 25 let delam na tem, da probam rušiti te stereotipe o metalu, ne, kjerkoli je možno in na kakršenkoli način je to možno. Zaradi tega, ker folk se ne zaveda, da je to, spravi, folk izven te glasbe. Se ne zaveda, da je to v bistvu dejansko najbolj intelektualna glasba, kar je obstaja, z najbolj globokimi besedili, ki se v bistvu ukvarjajo z vsem, torej z socialno kritiko, z vojnimi tematikami, z zgodovino, sociologijo, z filozofijo, z okultizmom, z tisoč in eno tematiko, ki jo večina zvrsti ne pokriva, ne? Sploh pa ne pop zvrsti, niti jazz, niti klasika, ne? Nobena zvrst ne pokriva toliko enih miselnih območij, kot jih pokriva metal, ne? In jaz v bistvu vedno probam to razložiti ljudem, ne? V bistvu čutim neko poslanstvo, da to moram narediti, ne? Ker v Sloveniji nikoli nihče ni delal na tem, ne? Da bi v bistvu razblinil te mite. Zdaj v Ljubljani je bilo konc 80-ih in tekom 90-ih dejansko par ljudi, 2-3, ki so ogromno prispevali, ne, k razvoju. Recimo Prezelj je konc 80-ih naredil prve koncerte mednarodne še v Jugoslaviji, recimo Kreator, Secret Reich, take zadeve. Kolega Tomaž Purkart, ki je zdaj na Valu 202 že 30 let, je pripeljal Judas Priest v Slovenijo leta 91, ne, takrat enega izmed največjih bendov na planetu.
In pol je Boštjan Doblekar, sin znanega producenta Bracota Doblekarja, začel delati koncerte v 90-ih v Ljubljani, a ne. In to res mednarodne bende, Cannibal Corpse, Emperor, fucking Immortal, Riot, ogromno enih bendov, ki si takrat ljudje niso mogli niti predstavljati, da bi bili v Sloveniji, a ne. In so bili. In torej scena se je na nek način razvijala, ampak samo tu, centralno, a ne. Vse nas, torej ruralce, so pa v bistvu pustili ob strani, ampak so na srečo lokalne scene tudi ful živela, ne? Na Primorskem, v Prekmorju, na Koroškem. Tolmin gor pa ta del, ne? Ja, to se je začelo dejansko tudi v 90-ih, predvsem pol pa leta 2004, ne, z Metal Campom. Ampak kdo je naredil Metal Camp? Točno ta kolega, ne, Doblekar. A res? Ja. On je imel to idejo že leta 2000-2001, enostavno, ko je meni to razlagal, rekel, stari, jaz sem imel vizijo. Enkrat, ko sem šel ob Soči tam v Tolminu, sem si rekel, jaz moram sem pripeljati festival. Zakaj so nastali te stereotipi? Če tako pogledaš ti zdaj, ki si res noter upet v to zgodbo že, pa si rekel 25 let. Ja. Skje so te stereotipi prišli? Kaj fora? Ker ponavadi so pogojeni na nekem strahu. Ker nas je strah nekoga, si izmislimo neke stereotipe za družbo, za ne vem, kolektiv, a ne, oni so taki, boji se jih, stran od njih. Kaj fora pri metalu? Ker jaz ne morem. Ker tudi jaz, ker sem tako, če pomislim na metal, preden sem se s tabo dobil, sem bil tako pizda, kaj sploh vem o temu. Nič. A sem tvoj prvi hard rock heavy metal gost? Ne gost. Človek. A razumeš? Ja, imel sem sošolce, v srednji šoli, ki so to poslušali, pa so tudi mene navdušili, pa moj foter je bil star rocker, veš to sem jaz vse poslušal, ampak tako pa ne. Tako da ja, kaj misliš ti, da je pripeljalo do tega? To je povsem preprosto, pa v bistvu ti bom povedal nekaj, kar je zelo paradoksalno ob tem in tudi ironično, ampak torej to, na kar se bom navezal, iz tega, kar bom zdaj povedal, ne. Kot prvo, v današnjem času, torej zadnjih 30 let in več, vlada neka čista kultura, ne, vizualna. Enostavno se to prodaja in ogromno ljudi se ne zaveda, da so bradati in dolgolasi moški bili dejstvo človeštva tisoče let, a ne, tisoče let. Kjerako ljudstva pogledaš, a ne, z izjemo Rimljanov, ki so se začeli striči izključno iz tega, da so se v bitki razločili od Germanov, ostalih barbarov in upadajočih ljudstev, a ne, to je bil prvi razlog, ne, da preprečijo bolezni, uši, blablabla, kar nam učbeniki razlagajo, ampak enostavno, če greš brati stare zgodovinske zapiske iz tistih časov, ne, prva stvar, zakaj so se ostrigli, je bila to, da se razločijo od vseh ostalih upadajočih ljudstev, ne, in pol so to aplicirali na sužnje, da jih je treba pač tudi vse postriči itd. Ampak ja, prvi strah je že to, ne, da je nekdo ful dolgolas in bradat nekaj neobičajnega, ne, in to, what the fuck, ne. Kar je noro, in ko sem prej omenil, kaj je paradoks in ironija, ne, medtem imamo pa v Sloveniji na stotine tisočev ali pa 3/4 države katolikov, od katerih prerok je bil bradat in z dolgo čupo, torej Jezus. A ni to noro? Vsi ti stari ljudje, a ne, si, dolgi lasje, brada, bla, 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 je podejno, a se ne morate vstriči pa zgledati kot pridni fantje? Pa po moje, da je tukaj fora vojske, ne, v vojski so ti pač to, veš, včasih, ne, obrit vsak dan na nulo, urejen, pobrit po glavi, to je pa kontra. Ja, ampak zakaj? Zakaj so jih obrili? Zakaj? Da jim oduzamejo individuum, a ne? Treba je bilo uničiti vso individualnost v človeku in jih postrojiti v četo, kot da so pač ovce, a ne, vsak je isti. Tule ste vsi isti, noben ima neke posebne vloge, a ne. Razen od sprejeti enega, a ne, generala, majorja, whatever, enega častnika, ki mi je pač ukazoval, ne, vsi ostali ste pa kanon futer dobesedno, ne, in je bilo treba jih narediti v isto linijo. In jaz sem se vedno spraševal, zakaj ljudje tega enostavno ne pogrunta, ne, ni nič težkega v tem. Po drugi strani je pa tudi res, da nam, torej ljudem, ki živimo to sceno in to življenje vizualno in fizično, nam ni pomagalo to, da so se včasih pač določeni elementi obnašali totalno negativno, a ne. Si imel ljudi v lederjaknah in v dolgih laseh, ki so pač laufali po ulicah, pa se drli na folk, pa pa tretje, a ne, in to enostavno ne naredi nekega dobrega vtisa. Ampak po drugi strani, kaj pa razlika s tem, ko vidiš 10.000 navijačev takrat recimo v jugoslovanskih cajtih od Crvene zvezde ali pa Partizana, ko so se klali
Eni z drugimi pa po ulicah, pa povsod, pa tudi zdaj v Sloveniji, recimo Viole, Green Dragons in to. Pa noben v bistvu ni tega takoj apliciral vizualno na to, da je to zdaj nek problem družbeni. Jaz se spomnim v torej mladih letih, če smo še vedno pri mladih letih, enega izmed prvih koncertov smo igrali 22-23 let nazaj na enem izmed občinskih praznikov. In mi igramo tam ob 3 popoldan, heavy metal, ni da ni. In pride en ekstremno pijan lovec, pa se začne dreti, pa streljati, pa se dreti, mularija, živali, kaj se derete, ko živali, pa sem pa tja, In mi smo bili, kaj? Enostavno ne moreš reči, da je to možno, Torej človek, ki vsakodnevno v bistvu jemlje življenje, ki je zdaj pred nami koma, verjetno s 3,0 promila, ob 2-3 popoldan, se dere na nas. Ja. In mi smo živali. In mi smo že takrat, kot 13 in 14 letniki, pogruntali, da enostavno nekaj ne funkcionira na pravi način v tej družbi. In smo bili, to omejeno okolje, ki v bistvu ne pozna dejstev, pa te vseeno ocenjuje in sodi, je nespremljivo. In mi smo pol to v bistvu razvili do te mere, da je zdaj to čist spremljivo. Ja. V starih cajtih 25-30 let nazaj na Koroškem recimo si nisi predstavljal ljudi, da hodijo s strganimi hlačami, z rdečimi all-starkami, ultra znucanimi strganimi majicami, ampak kaj zdaj? Zdaj je to moda. Ja. Jaz recimo sem leta 2000, original Jordanke iz leta 84, ta prvi model high topke, ta rdeče, sem jih iskal 3 mesece, ker to je full gre s trash metalom, takrat so vsi Jordanke v 80-ih nosili. Jaz sem iskal 2-3 mesece v krog, po celi Avstriji, da sem jih najdel. In ker naenkrat se to vrne, zdaj zadnje 50 let, in vidiš Jordanke in high topke nasploh v vseh trgovinah povsod, in jih nosi mularija. In za mene je to bil culture shock, v bistvu, zdaj zadnje 50 let, ko vidim, 12-letna smrkla z high topkami, pa uprijetimi hlačami, pa strganimi na kolenih. Ja. To je bilo nepredstavljivo, ampak to je v bistvu metal look, Ja. iz 80-ih. Kaj pa bi rekel, da je tako skupnega vsem ljudem, ki ljubite metal, tako, ki ste nekako povezani v tej kulturi? Kaj bi rekel, da vas dela drugačne znotraj te kulture, pa mogoče ljudje, širša javnost ne razume? V bistvu to, da dejansko imamo nek tribal način pripadnosti. V bistvu v metalu, ko si enkrat v metalu, ne bo šel nikoli ven, ne bo šel iz tega, ker je enostavno it becomes a part of you, in res ti pride v kri. In če gledaš osnovnošolske, srednješolske 2-minutne metalce, če kdorkoli šel iz tega, pol veš, da nikoli ni bil zares v tem. Ja, bil je zato, ker je bilo določen obdobje kul. Točno to. Ja. Za večino ljudi, ki v tem ostanemo cel life, je pa to bil pač nek klic. Jaz vedno rečem, da ti ne moreš v metal, samo od sebe, zdaj bom pa metal poslušal. Dejansko rabiš začutiti nek klic, kolikor cheesy ali pa stereotipno se to sliši. Enostavno jaz verjamem v to, da ta muzika, ker je toliko specifična in toliko neobičajna, ona pokliče tebe. Kdaj tebe poklicala? Kdaj bi rekel, da si ti dobil klic? Konkretno, brez tega minimalističnega vpliva od recimo očetovih vinilk in tega, kar sem prej razlagal, bi rekel tam pri 11-12. Takrat se je začel en novi val v bistvu vsega, konc 90-ih pa na začetku mileniuma, ki se je začel s tem, da so se Black Sabbath združili po skoraj 20 letih z Ozzyjem. In v Osbornom. Ja. On 20 let ni bil Black Sabbath, je imel solo kariero. On se tam 98-99 se je pridružil Black Sabbath in Iron Maiden so se leta 99 združili nazaj z pevcem in kitaristom, z Bruce Dickinsonom in Adrian Smithom. In takrat se je začel ta novi val prebujati in takrat sem jaz bil v bistvu že seznanjen s temi zadevami, ampak ko se je to začelo dogajati in javno, bolj govoriti. Jaz se spomnim dneva, ko je bilo, Bruce Dickinson je nazaj v Iron Maiden, Sem bil, to je to, In pol je bilo no way back. 4 mesece zatem sem šel sam v lokalno trgovino, kupil prvo bas kitaro in to je to. To je bilo s tem si začel. Ja. Bas kitaro. Kaj pa si do takrat si kaj na klarineti igral, bil v glasbeni šoli? Absolutno, pa tudi, prvo sliko imam iz leta 91 z navadno akustično kitaro, ampak je
najbolj noro to, da sem že takrat v tej poziciji. Okay. Ja. Staj črno-bela fotka, ti se verjetno spomniš, ne? Ko sem parkrat v bistvu objavil na social media zadev. Se pravi, to na nek način je bilo vse usvojeno, no? Ful verjamem v to, da se pravim, ogromno je to, na čemer ti sam delaš in v kar verjameš. Jaz sem zmanifestiral toliko enih zadev, da se mi še zdaj zdi neverjetno, da to res deluje na tak način. Kozmos je ful preprosta stvar. In ko zdaj razmišljam, ne za nazaj, če bi mi to takrat rekel, bi bil ni šanse, ne. Pol, ko začneš razmišljati in ko se res toliko fokusiraš na te zadeve in se enostavno začnejo dogajati, ena, za drugo, za tretjo, za četrto, si sam polovno, fakt stari, se to deluje, se gre na easy. Ja, to mi pove, da tudi dobro delaš, da si dober človek po srcu. Se mi zdi, da vesolje ti bo dal pač kar ti je namenjeno šele takrat, ko boš ti pač dojel, da Absolutno. Nisi tukaj zato, da si grebaš stvari zase, ampak si tukaj zato, da jih živiš, da pustiš življenju, da gre čez tebe, koliko mora iti. In tvoje gre očitno, na ta način, ki se zdaj pogovarjava. Ja. Daj mi povej, pri 11 letih si rekel, da je bil ta klic. Ja. Takrat si začel igrati bas-kitaro. Takrat sem začel igrati bas-kitaro, ki je še zdaj moj osnovni in glavni inštrument. Ja, ok. Ja. Ampak poleg tega pa zdaj tudi kaj, tekste pišeš? Absolutno. Kaj še delaš zraven? Od samega začetka, vso avtorsko delo mi je bilo ful pomembno od samega začetka. Ne? Nikoli nisem hotel biti sam nek session glasbenik, ki prije na oder in se nauči komade od drugih. Ja. Spravi, svoj prvi komad sem ustvaril v roku prvih 2 tednov, potem ko sem kupil kitaro. Ne? V bistvu ukvarjam se, jaz z liriko, besedil sem napisal preko 200 v življenju. Komado pa vredno tudi tam okrog, ne? Ja. In zdaj, če jaz gledam, recimo, koliko streamov je od mojih komadov, ki sem jih jaz napisal, recimo za Udota, za Pestilence, za Vicious Rumors, vse mednarodne bende, legendarne bende, ki so prodali na milijone in milijone albumov v fizičnih izvodih, v prejšnjih, torej CD-cajtih. Če pomislim, koliko streamov je zdaj, torej za moje komade, je to nekaj neverjetnega. Ne? Recimo z Udotom 2 leti nazaj, preden sem šel iz benda, smo imeli 42 milijonov streamov v enem letu na Spotifyju. Crazy. To je iz 210 držav. Wow. In to je brez torej iTunes, brez YouTubea, brez vseh ostalih zadev, samo na Spotify, ki je logično, moram dodati, totalno izkoriščevalska platforma. Se to. Ja, absolutno izkoriščevalska platforma, ampak nima veze, te cifre govorijo o tem, do koliko ljudi pride tvoja umetnost, ne glede na finance. In meni je bilo to vedno znova mindfuck, zdaj sem povedal to zadnjo cifro, teh cifr je ogromno, Jaz sem z Udotom recimo imel 4 albume zapored v top 10 v Nemčiji, mainstream lestvice. Zraven Christina Aguilera, Billie Eilish, wow. V top fucking 10. 3 albume zapored, Kdaj pa se ti je pol... To je... Ne, to je noro. Za slovenske razmere to v bistvu ljudje tu sploh ne morejo razumeti. Sej to, ker jaz, ki sem prebral od Dore, to sem hotel prereči, mi je napisala, da si ti v bistvu edini Slovenc ali celo na področju Jugoslavije. Ali Slovenc... Zdaj je še en človek zraven Jugoslavije, torej Dino Jelušič, odličen pevec iz Zagreba. To je pa to, kar se Jugoslavije tiče. Ki živiš dejansko lahko od metala. Izključno od tega. Ja. To je kar noro slišati. V bistvu 13 let skupaj izključno to, nič drugega. Ok, zdaj mene res zanima, kako si do tega prišel, da dejansko je bilo to mogoče. Končala so pa 11 letih, kaj se je pol zgodilo, kako je šla kariera? Kdaj je bilo prvo neko prebojno mogoče obdobje, a me lahko malo tja peleš, pa mi poveš, kako si se pač dejansko razvil? Lahko. Torej, najprej je bil začetek tako pri vseh, milijon slovenskih klubov, od A do Ž, križ, kraž, vse, kar je možno. Od Komna na Krasu do Ptuja, do ne vem, kjerih primorskih ostalih vasic, do Bleda, do Velenja, vse na Koroškem, kar je možno, Črna Mežica, Prevalje, Ravne, Dravograd, Radlje, itd. To neskončna števila so to, recimo od 13. do 18. leta. Ogromno enih bendov, ogromno enih situacij, ogromno enih konekcij in še zdaj nepozabnih zgodb, če razmišljam za nazaj, ker v Sloveniji smo dejansko med 2003 pa 2009 ustvarili eno tako povezano sceno, ki je ni bilo pred tem in je ne bo zatem nikoli več. Wow. To je dejstvo. To je bila ena grupa 200-300 ljudi, ki smo bili vsak vikend povsod. Sprav, vsi klubi, vsi ti plesi in par mini festivalov, ki smo jih takrat imeli v Sloveniji, kot recimo Metal Mania,
Metal Cramp, Haljaetum, to so bili taki lokalni festi, vse to je bilo polno in nabito polno. In jaz sem takrat videl, da ratuje, da nekaj je na tem. Tudi v Sloveniji je bilo takrat ogromno enih sposobnih glasbenikov in bendov in vsega. In jaz sem pol z enim izmed svojih prvih bendov, ki se je imenoval Wartune, leta 2005, torej točno 20 let nazaj. Sem šel z njimi prvič torej v tujino, sicer samo, v narekovajih, samo v Avstrijo, na en odličen mednarodni festival zraven Špitala am Semmering, ki se imenoval Kaltenbach Open Air. In v bistvu je takrat igral en izmed naših najljubših bendov, Dissection, eni Švedi, od katerih pevci in kitarist je pol samo eno leto zatem 2006 naredil v bistvu samomor po spletu tisočih okoliščin, predolga zgodba, ampak takrat je bil to en izmed naših najljubših bendov. In mi smo bili to na istem line-upu smo, kot Dissection, to je pravno, odkje je to možno? Koliko si bil star to? 16, 17? 16, 17. Ja, mulc iz Koroške. Kako so pa doma na to gledali? Ful pozitivno v bistvu. Ne bom rekel zdaj, da je bila neka hardcore podpora v smislu vsak dan, zakon. Ja. Ampak je bila pa skozi srčna podpora. In predvsem, kar je najbolj pomembno, nikoli ni bilo nobenih negacij. Obsojanja ali negativizma. Nič v tej smeri. Se pravi, vedno je bila dejanska podpora. Nikoli ni bilo kakršnihkoli problemov, tudi logično, nisem bil še polnoletna. Nikoli ni bilo problema, da se me spusti kamorkoli naokrog. To sem res v bistvu ful hvaležen staršem, ker v bistvu so bili seznanjeni s tem, ampak spet pa niso bili toliko globoko v tem, da bi zdaj lahko verjeli, da je vse kul. So mogli res v bistvu totalno zaobiti to omejenost naše regije, ki v bistvu nažalost je bila v tistem cajtu še precej omejena, kar se tega tiče. In njuni frendi si niso znali predstavljati kaj takega, da bi kdo od njihovih otrok to delal. Po drugi strani pa še toliko v narekovajih hujš, ampak v resnici najboljš, kar je možno. Tudi moj brat je popolnoma v tem 2 leti mlajši brat, isto živi od tega, isto dela v bistvu profesionalno. Torej glasbo in so oba v bistvu freelancerja in nobenih 9-to-5 zadev, in sta se v bistvu starša mogla sprijazniti s tem že dokaj hitro. Ja, mislim, svaka čast, da že pri teh letih, mislim, sem se po eni strani, gre pa tudi velika zasluga tebi, pa verjetno tudi tvojemu bratu, da sta vedla pa pokazala, da si želita. Da ni bilo nekaj, na pol, polovičarsko, samo zato, ker to dela, pa ta to dela, ampak pismo, kot starš po moje, veš po otroku, kdaj je iskrica res močna. In takrat, kar lahko narediš, je sam podpora, pa vrata odpreš in ful lepo. A sta živa starša še oba. Pa če tole poslušate, svaka vama čast. Kako ima ime? Stojan pa Tanja. Stojan pa Tanja, svaka čast. Bravo. Totalna podpora, kar se tega tiče. Se pravim, že sam to, da sta poskušala razumeti vse. Bravo. Jaz sem jim takrat povedal, to bo moj life. Veš, vsi starši, a pa ne bi diplomiral, pa pol najti, to je varna pot. Zberi varno pot, sine. Točno to. Sam faks nared, pa bo vse v redu. Ja, vse bo v redu. Sam faks, prosim faks nared, pri meni doba brez faksa, pa se to cel življenje posluša. Ja. Dobar, ajde. Jaz predvsem od starih staršev, sem tudi to poslušal. To starih niti ne toliko, ampak stara starša pa vedno. Mi nismo imeli prilike, da je ti vse izkušnje. Ja. Ti boš prvi. Ja, vse hudo, vse to je pač neka forma ljubezni, kakorkoli obrneš. Ja. Takrat, kdo pa je pokazal, da je to mogoče? Zdaj, veš, kaj si ti to naredil, pa kaj dosti ljudi je to naredilo v naših cajtih, ki smo mi odraščali, se sva skoraj ista generacija. Pol je malo drugače, ker ti vidiš neke poti, ki so jih drugi pred tabo odprli. Naši starši jih niso videli. Niso. Ki je šel na svoje, je bil utrgan. Točno to. Ja. Vsi so poskušali vstati v sistemu. Ja, večina. Ja, to je bilo zelo, kako bi rekel, glih to, kar omenjaš. Ni bilo nekih zarisanih poti. Jaz moram res reči, da glede tega sem res popolni samorastnik, kot bi rekel Preži Horanc, naš veliki pisatelj. Ker, če pogledamo, recimo, spet, če se navežem na šport, s katerim sem še vedno ful povezan in vsak dan, recimo zdaj, po zimi, sem skozi
na drsalkah, s palcev za hokej, s kosom na smučiščih, vsak šport, za kjer ga le imam cajt in kjer mu cajt ustreza, se ga fucking lotim še vedno, in probam ostati full v formi, fizični in vse. Če se navežem spet na to, torej, ko folk gleda, recimo, Tina Maze, Luka Dončić, Anže Kopitar, Pogačar, recimo. Vsi ti ljudje so naredili neverjetne rezultate in so fucking legende, definitivno. Ampak nobene pomisli avtomatsko na to, da Tino Maze je dal foter na smuči direkt za hišo pri 3 letih. Dončić je dal foter basket žogo v roke pri 1 letu. Pa je Real pri 10, ja. Točno to. Kopitar je foter, ki je bil prej trener in deda je bil že na pol profi hokejist, mu je dal palce v roke pri 1 letu. Na bike se tudi ni bilo ful problematično vse stane. Vsi so imeli takoj sistem za sabo. Imeli so kapacitete, da se takoj lotijo organizirano tega, kar so ljudje pred njimi že naredili. Zdaj, če Dončića gledamo, car, ampak glej, bil je Nesterović, bil je Milić, bil je Dragić, logično, bil je Winkel, tudi on, Udrih. Recimo Ožbolt, ti modeli so bili dejansko, Nesterović, Ožbolt in Udrih so bili prvaki NBA-ja. Nima veze, so bili pol cajta na klopi ali karkoli. Brezec. Tam, Brezec, ja. Ampak Ožbolt, le tam s Kobeom v LA-ju, a si normalno, ne? Se pravi, ti ljudje dejansko so naredili to, kar je za njega najvišji cilj. Osvojiti NBA, ne? Se pravi, imel že ljudi pred tem, ki so to naredili. Tina Maze je imela pred sabo Matejo Svet, pa je bil Rok Petrović, pa je bil Bojan Križaj, pa svašta enih. Pa Košir, pa ja. Ja, tudi on, ja, v 90-ih tak. Ampak recimo Križaj in Matejo Svet sta res bila top svetovni nivo, 5-6 let skupaj, ne. Se pravi, edini človek od vseh teh, je dejansko Kopitar, ker je še vedno en in edini NHL Slovenc, fucking kapetan LA Kingsov, kjer je bil kapetan 3 leta vmes Wayne Gretzky, najboljši igralec vseh cajtov. In zdaj ga je v bistvu v vseh statistikah, če gledaš samo LA premagal, in je v bistvu dejansko največja legenda kluba, in zdaj 20 modeli igra 20 sezono tam. Vsi ti ljudje, hočem reči, so imeli, ne bom rekel, neke olajševalne okoliščine, niti podrazno, ker so vseeno mogli pokazati superiorni talent, da so šli čez vse. Ampak vseeno, če jaz zdaj to apliciram na nas, pa ne, da hočem karkoli to primerjati, ampak samo as a matter of fact, mi nismo imeli dobesedno nič. Až kaj to nič? Rišeš pot. Vse moraš sam pogruntati. Vse. Ko da imaš list papirja, pa se moraš naučiti pisati. Noben ti ne more kaj pomagati. Ko sem jaz začel, net je bil razvoj, nobenih konekcij ni bilo, to e-mail je obstajal glih za glih, pa če si ga hotel poslati, je bilo Ja, in kako si prihajal do nastopov, do bendov, na kakšen način? Jaz sem nekako zelo na samem začetku začutil, da je to, da se pokonektaš s folkom fizično, se pravi na mesto dogodka, zelo pomembno. Ta networking je bil ful pomemben, že od samega začetka za mene, ker sem enostavno vedel, da v Sloveniji mi ne koristi, če se s kom po networkam, ker bom lahko igrati v Postojno. To mi ne koristi nič. In leta 2006 so bili Vicious Rumors v Ljubljani, na koncertu z Agent Steel, in jaz sem šel po koncertu ven, kot en izmed prvih tam iz cele dvorane. In odzad prileti kitarist, Jeff Thorpe, in jaz takrat sem vedel, kdo je, in razmišljam, ko stojim odzun, pizda, da bi se mu zadrl, hey man, fuck bom se, hey man, awesome show, in Jeff, wow dude, thanks so much, prijet, how are you doing, mi reče, tup pogovor 20 minut, in iz prve, imaš telefonsko, imam telefonsko, on mene, dej, ko bomo naslednjič v Sloveniji, ful mi je všeč dežela, dej, a te lahko pokličem, pa če bomo kak dan več tu, nas lahko malo zafuraš okrog ali pa kaj. No fucking problem, To se sicer pol nikoli ni zgodilo, ampak to je bil začetek. Pol mine par let in gremo mi na en festival v Nemčijo
In tam spet igrajo Vicious Rumors. In jaz vmes nisem bil na jezi z njimi 5 let, ne, sploh. Nikoli nisem izkoristil tega, da zdaj pa imam njegov cifro. Nikoli. Ob tem, ko se mi pripeljemo tja na prizorišče ob 1 popoldan, pride pevec od Vicious Rumors mimo, kot da bi ga nekdo poslal. In spet se jaz zaderem tja, hej Brian, drug človek, ne ta isti, ne, kot Jeff. Prijem model tja, pa reče 2 uri cajta, mama, se lahko zraven vas tu usedem. In glih smo avto odprli, glih prtlažnik, tam par perov, ne, tup debata. In mi iz prve reče, a se prav spomnim, da ti igraš bas? Ja. On, z Stevenom, torej prejšnjim basistom, cool model, moj friend Steven Goodwin. Probleme imamo z njim, še 2 benda, ima 2 tribute benda v Ameriki, pa potrjuje 30-40 koncertov za naslednje par mesecev. Kao ono, dude, I might need you. Fuck, man, I'm ready to do it. We can do it tomorrow. Well, okay, man, I'm gonna give you a call if the chance arises, pa je okay, fuck. Sranim njegov cifro, on sranim moje, pa si mislim, fuck, itak neč iz tega pozabima, ne. Minete 2 leti, spet, brez kontakta, minete 2 leti, ker naenkrat zazvoni telefon. Gledam, 10-metrska cifra, fuck, stari, se javim, upam, da nikdo iz Alžirije. Ja, skamer. Točno to, nek skamer. Se javim in on so, hey, dude, it's Brian, we fucking need you, dude. In to je bilo to. In kako si se počutil, kad ti je to rekel? Mislim, mindfuck, kot da bi zadev na loteriji, ta glavni viking jackpot, ne? In po drugi strani so mi možgani rekli, itak. Itak. Se si vedel po eni strani. It had to happen, ne? Ja. In pol je bilo to, in od takrat naprej, ni bilo več gledanja nazaj. To si bil star kaj 20? 23. 23, se pravi, pri 23 si šel dejansko tujino tudi živeti verjetno z njimi, na ture, vse. Kako je izgledal tvoj life? Ja, takrat smo imeli radikalno dolge turneje, ne. Zdaj, da bi se kdaj preselil permanentno v tujino, to se nikoli nisem, ne. Ja. Na srečo ni bilo treba. Ampak turneje pa, ja, prvo leto smo v bistvu bili maja, me je klical, junija sem šel na turnejo, nazaj sem se vrnil konec oktobra, ne. In takoj, čist cela Evropa, po dolgem in počes, 2 tedna snemanja albuma, pol sem letel nazaj v Slovenijo z svojim, v bistvu, bratovim bandom Tro. Tu posnet album, direkt na letalo in v Ameriko za 2 meseca pa pol, direkt. In tam smo posneli live album med tem, posneli smo 2 spota, bla, 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 v roku pol leta se mi je pol v bistvu zgodilo več kot prej v 10. In je bilo brutalno. In pol turbusi letala neskončno, non-stop, ne. Ok, ja. Kako je ta lifestyle izgledal? Ker to se ti po moje obrne tako 180, pač verjetno te do neke mere tudi tebe spremeni. Ampak prej si mi rekel, da si ostal avtentičen in da si še zdaj avtentičen. Kako si za to lahko poskrbel? Ker verjetno je to veliko enih distrakcij, diamantkov, ki se zasvetijo, ki te hočejo peljati po neki drugi poti. Ja, kako si ostal steber? Zelo preprosto v bistvu. Nikoli nisem pozabil občutka pri 11-12. Wow. Ko sem se vsega lotil. In vedno, ko sem zamižil, sem si rekel, fakt, ti si še vedno isti najstnik, v bistvu otrok, niti še najstnik nisem bil, ne? Ja. Ki si je to želel in vedno se spomnim unga prvotnega občutka. In še zdaj, po 25 letih, jaz ko grem na stage, si rečem, to je moj prvi koncert. Isto bom dal fucking vse v ta performance, ko sem ga dal 1000 plus špilov nazaj. Ja. In točno na tak način, ne. Plus ta naša koroška, kako bi rekel, samozavestna ponižnost. Se pravi, vemo, kdo smo, kaj smo, od kje prihajamo, ampak obenem se zavedamo, koliko generacij pred nami je dejansko dobesedno na našem območju prelivalo kri, da smo mi bili tu, kjer smo. Ne. Se pravi, moj pradedi je bil v prvi svetovni vojni na meji in moj dedi je bil rojen v Libeličah, kjer je bil glavni plebiscit, po prvi svetovni za obdržanje vsej malega dela Koroške pod takratnim SHS-om, v drugi svetovni spet, logično vemo, vojna, ne. Jaz in starši smo imeli 5 minut od nas pizdarijo na Holmecu in na Viču, pri Dravogradu, leta, torej 91. Se pravi, v bistvu 3 generacije, ki so šle skozi vojno, in vsi se tega zavedamo, da v bistvu imamo srečo in privilegij, v bistvu, da smo živi. Jaz vsak dan na to pomislim. Kako srečo in privilegij imamo vsi, da smo živi.
Sploh pa, ko greš po celem planetu, ko vidiš situacije, pristaneš v Sao Paulo, tam te pričaka 500 ljudi na letališču, podpisuješ avtograme, slikanja, tretje, Beatles scena, dobesedno. Se peleš 5 fucking minut v Mercedes zatemnjenem kombiju, ki prije, 100 jurjev, v katerem te poberejo, pa se peleš 5 minut do hotela, izstopiš, pa vidiš fucking familijo na pločniku, na jogiju, familijo, 2 otroka, fotor mat ob strani, zobna ščetka in, veš, totalno black and white, in se v bistvu bad počutiš na nek način, ampak po drugi strani pa glih to sproži še večjo hvaležnost, Ne zdaj v tem smislu, da bi si rekel, fuck, to, koliko mi je fajn, ker mi je boljš od njih, ne v takem smislu, ampak v smislu, fuck, to, kjer srečo imam, da sem se ne vede, pa ne po svoji krivdi rodil, kjer sem se rodil in imel šanso narediti vse to, Torej, da nismo third world country, ampak se pravim, tekom potovanj in vseh tripov in v mojem primeru turnej, vse to vidiš na dnevni bazi, in ti da dodatno misliti, Da ne govorimo o celi Rusiji, recimo. Ja, imaš kakšno tako zgodbo še, ki bi jo lahko podelil z mano, mogoče, ki si kaj doživel, kaj videl, tazga, ki te je mogoče malo šokiral, do neke mere mora biti tudi spremenil, kako vidiš svet, kako gledaš nase, kako gledaš na ljudi. Ja, v bistvu me to zelo pogosto spremlja, vse te zadeve, zelo humano gledam na vse to, in nikoli nisem imel kot prvo to, kar mi je dano delati in v bistvu, kar sem si priboril kot samoumevno, nikoli, Zdaj, spoznal sem na desetine ljudi v naši sceni, sploh v največjih bendih, ki dejansko jemljajo to kot nekaj samoumevnega. Jaz sem vedno zelo, zelo drugače gledal na te zadeve. In ja, zdaj, če omenim par radikalnih situacij, recimo s Pestilence pridemo, se pravi, najprej smo šli Brazilija, Kolumbija, Čile, Peru, Argentina, Urugvaj, zakon, 1000 ljudi, nori koncerti, ampak pred turnejo pa nam reče, fuck, pa vi imate ogromno fucking fanov v Hondurasu, v Gvatemali, v El Salvadorju in v Panami. El Salvador in Gvatemala sta 2 najnevarnejši državi na planetu, ki nista uradno tretirani kot vojno območje. Stari, tam se zgodita 2 umora na dan. Povprečno, To je 720 fucking umorov na leto. Jaz, ko sem stopil iz avta, se pravi, na letališču so nas pobrali, ko sem stopil iz avta pred hotelom, 5 modelov okrog z neprebojnimi ščiti, Uzi, itd. Kaj da fuck se dogaja, res to rabimo. In oni sama, prevajalc zraven, pa mu naklada, ne zabavajte se, na tej ulici so par dni nazaj ubili 2 otroka. Zaradi neke čist marginalne zadeve, In jaz sem bil, wow, a resno, ali kaj, In pol pridemo na place, in tam je 2000 ljudi, ki fucking čupajo in poslušajo death metal, v tem primeru s Pestilence, In sem bil, spet, odkje je to možno, Torej, 2 uri prej, v bistvu skoraj vojno območje, In pol tule pa v bistvu začutiš neko ultimativno svobodo, ker vsak lahko dela v bistvu kar hoče in se res izrazi. In ta yin-yang mi je skozi fascinantno. Isto je bilo zdaj recimo na Kitajskem, 2 leti nazaj, v bistvu manj kot 2 leti nazaj, sem bil na Kitajskem, v bistvu smo bili z Nordtail, prvi band iz cele zahodne poloble, iz celega planeta, ki smo šli tja na turnejo po koroni. In v bistvu sem bil v fucking Wuhanu. Dejansko, ground zero. Tam smo špilali v 12 mestih in zadnji koncert je bil v Zhengzhuju, 75,000 ljudi. Shit. Ja, imaš Shape Your Reality, je komad, ga lahko najdeš na YouTube, Nordtail, Shape Your Reality, koliko primerno, kaj je posnetek iz koncerta? 75,000 fucking folka, daš je šel, neoposljivo je šel, daš vsi v palerinah marele, 75,000 folka skače. Zdaj vedno, ko pogledam video, si rečem, what the fuck, In isto v tem kraju, tekom do podneva. Prijemo na ulico, 1 milijon policije, 1 milijon vojske, 1 milijon vsega, ker ta festival je ogromen, in itak morajo vse nadzirati.
In to je taka kontrola, dog fucking insane. Recimo Peking pa Šanghaj sta svet za sebe. To je kot da si v New Yorku ali pa v Londonu ali pa v Stockholmu ali pa whatever, ne, pač metropola, paziš, ne, ko greš pa vse te manjše kraje, torej za njihove razmere manjše kraje, še vedno večji kraj kot cela Slovenija. Tam pa takoj opaziš to partijsko nadzorno elito, ki se takoj pojavi in to je noro. Mi smo imeli agente, mi smo imeli fucking rdeče agente na špilih. Wow. Modele od zadaj, pravno v gvantih in je bilo kar noro. No. In spet, ne jemljem tega kot samoumevno, ne kot prvo, a sem si mislil, da bom kdaj igral na kitajskem. Nisem si predstavljal, da bi šel tja brenkat neko folk musko, let alone heavy metal, ne. Vse to. In kar naenkrat si tam in to špilaš, ne. Predtem smo bili na Japonskem, tam je bilo pa spet, kot noč in dan. Japonci pa itak, največji rasisti, najbolj eno državna, torej zgradba populacije na planetu, ne. Na Japonskem je samo 2% tujcev. 2%. Noro, ja. In so čist, mislim, kot da bi bil, neko svojo špuro furajo. Svojo špuro furajo, noben ne more niti zastopiti tega, ne. Ja. In je bilo pa spet čist drugo, ne. Res noč in dan, napram s Kitajsko, ne. Najbolj noro je pa bilo, recimo, če še eno izmed takih turnejskih zadev, mislim, zdaj, bi dansko 5 ur zdaj samo o tem govoril, ampak recimo Rusija. Prva turneja v Rusiji, jaz iz Pestilence, zadnjega koncerta, ki sem ga igral v Mehiki z Slayer in Alice in Chains, isto pred 50,000 folka sred Mexico City, zraven Teotihuacana, v bistvu 5 minut od piramid. Se vsem letalo, grem preko Pariza direkt v Nemčijo, na Udo pred produkcijo v Köln in iz Kölna gremo direkt v St. Petersburg, nekdanji Leningrad, ne. Prvi špil, O2 arena, 12,000 folka. Fuck stari, res, to je Rusija, ne, spet. Razvito mesto, praktično na pol evropsko mesto. Drugi koncert, Voronezh. Kraj, kjer so odkrili prvega ruskega NLP-ja, prvega UFO-ta v Sovjetski zvezi. Prijem jaz tja, že to mi je bilo tako malo sumljivo. Se špil začne, isto, star sovjetski teater, 3-4 ure folka. Mi prijemo, nikoli sprej ne gremo v dvorano, ne, backstage, hotel, whatever, jaz imam svoje rituale, ki se držim čez dan, ne zanima me, za vsak folk, za vsako publiko bom vedno dal isto od sebe, nima jezik, jaz sem. Prijemo v dvorano, intro se začne, kar nekaj se vsi prižgejo, prvi komad se začne, jaz imam čup v čez, tup, po 10 sekundah vržem čupu nazaj. Prvih 10 vrst, vsi v rekelcih, sami mafiozoti, sedijo. Jaz sem, kje sem jaz? In od zadaj, ta revnja, ki so dali še vedno 10-krat preveliko ceno karte, vsi čupajo, pa stojijo, žgejo na kitari. Prve vrste, sami mafiozoti, pa ženske zraven v krznu, pa to. Mindfuck totalni, in mi reče pevc, ki je Udo, torej. Totalna nemška, največja nemška hair metal ikona, mi reče, you see, that's what I told you, Komu nisem verjel, ko on 20 let v Rusiji redno igra, in je dejansko prej rekel to, da bo taka situacija in se mu sam smejo, Na koncu se špil začne, res taka situacija. In se niso premaknili, v koncu komada sedi, tup, začnemo naprej, spet čist resno gleda, folk od zadaj nori in je bil totalni culture shock, Je ful enih takih zadev po planetu, ki jih doživiš in si samo kaj da fakt se dogaja. A si kdaj igral na tem delu, Tajska, Indija, ste te dele kdaj igrala? Tam sploh poslušajo to? To je edino območje poleg Afrike, kjer še nisem igral. Vse drugo. Ampak Indija, Mumbai ima totalno veliko sceno. Iron Maiden in Metallica so igrali v Mumbai in so imeli isto, tisoče in tisoče ljudi, na koncertu. Ampak tam funkcionira samo to, da narediš nek res ogromen band, Zdaj, jaz sem igral v vseh mednarodnih bendih, v katerih sem igral, so res ful legendarni bendi, ekstremno vplivni bendi in bi rekel zgornji razred te srednje velike špure, ki malenkostno prehaja na najvišji nivo. Se pravi, Udo je vedno delal z Judas Priest, z Saxon, z takimi bendi, ki so tu, in pol čisto zgor
je pa dejansko sam Metallica pa Black Sabbath. Ja. Pa zdaj par komercialnejših bendov, ali v Ameriki Five Finger Death Punch in podobno. Ja. Ampak torej nikoli nismo bili unem, res tem Metallica, Iron Maiden rango, da bi lahko šli tja. Ampak ja, scena obstaja, definitivno. Metal je povsod, stari. Ti imaš tam v puščava Kalahari, kjer so Bushmani, imaš metal band. Jaško je metal band. Res, brez heca, najdeš na YouTube vsi pač temno-črni črnci. Ja. Leder, ketne. Dej neh. Gejo, ja. Pismo, to si moramo prav pogledati. True story. Metal je povsod, čisto Hudo. Po mojem obstaja država. Mislim, v Iranu stari špilajo metal, ono pa je smrtna kazen, če jih dobijo. Wow. Ja. Wow. Ja. A vidiš, no to je pa moj predsodek, ne. Takoj sem pač metal povezval mogoče malo bolj s tem severnoevropejskim svetom, ajde, Amerika, tam je itak vse, ne. Ampak Latinska Amerika, ki si mi prej razlagal, da ste huge. Ja, noro, stari. To je največji kontinent za metal, nasploh. Ja, noro. Najbolj lepske publike, najbolj nori koncerti, najbolj, mislim, folk živi za to. Ja. Folk živi za to, folk joka. Jaz sem videl Mehika, Brazilija, Argentina, Čile, folk joka, solze. Noro. To so neopisljivi občutki, ne? In v bistvu na nek način me žalosti to, kar se tiče Slovenije, slovenske scene, da 99,9% ljudi nikoli ne doživi tega, ne? Ob tem, ko igra in ko da svoj performance. Na odru nikoli ne doživi teh občutkov, ne? Ker to so neopisljivi občutki, ko vidiš ti par tisoč ljudi, ki jokajo pred tabo. Ali pa v tem primeru, ko sem videl te Kitajce, ne? To je bilo nekaj neverjetnega, sploh ne znam opisati, ko enega pogledaš, ko je v konu, kot da bi ga pogledal, ne vem, Apollo pred 3000 leti. Adijo pameta, ne? Neopisljivo. Ko si na odru, pa kaj igraš, a bi rekel, da pač sploh karkoli razmišljaš, ali si tako v nekem flowu, kako bi mi opisal to, ker dejansko takrat življenje res konkretno teče čez tebe, kar reka verjetno. Kako se počutiš, kaj delaš? Pa prej mi odgovoriš, a si žen, a bi prinesel prosim vodo, en vrč vode, 2 kozarca, 3 kozarce. Ja, prosim. Hvala, Matej. Dejansko bi. Ja, ker sem jaz tudi žen rad, in si bi tako, kako moraš biti, če leti, ker več govoriš. Ja. Sorry, ker ti nisem preveč govorim. Ne, saj si na podcastu. Me kar prekinči, karkoli. Ne, Guci, perfektno je. Ja, oprosti, ker sem te prekinil. Torej, občutki, ki jih doživljaš na odru. Zdaj čisto po resnici povedano, ful je razlika, a igraš festival, a igraš za en lokalni koncert, ali pa se gre dejansko za turnejo. In zdaj, če opišem situacijo s turnejami, mi se dobimo 14 dni prej, 10 dni, 14 dni prej za celotno ekipo, cel crew, vsi roadi, vsi tehniki, merch people, vsi, to je 15-20 folka, ki delajo za nas. Se dobimo v enem hangarju, v eni masivno veliki dvorani, whatever, kar pač management najame. Nikoli ni to en in isti prostor. Tam se vse skupaj začne produkcijsko postavljati, kak bo šel pol vsak dan, na kak način bo to potekalo. Tehniki pridejo, razstajajo cel tornjak z vso robo, mi smo na turbusu, čakamo, da oni pridejo, vse postajajo, kot bo, torej monitori, inštrumenti, boksi odzadi, vsa oprema. Mi uletimo, odigramo cel koncert in oni pol vse skupaj podrejo. In spet pospravijo vse na tornjak, ki je vedno pač zraven turbusa, in pol se to v bistvu ponavlja 10 do 14 dni, zato da se zažene cela mašinerija, ki bo pol potekala naslednje 3 mesece na dnevni bazi. Dejansko je na nek način vojaška operacija, to, kar se tiče organizacije, ker brez discipline v tem primeru hardcore logistika. Ja, ful. Plus tega, da je ful pomembno, da je res vsak dan vse na istem centimetru, vse moraš timati. Že zaradi varnosti. Zaradi varnosti, plus zaradi tega, da jaz čez dan, recimo, zjutraj vstanem, grem laufat, grem v fitness, grem v bazen, grem v knjižnico, grem v kino, delam svoje zadeve, grem po muzejih, grem naokrog. Jaz ne razmišljam o koncertu, pol tekom turneje. In jaz pričakujem, da bo vsak dan isto naštimano, čisto vse, Ja. Zato, da, kot da pridem pač v svoj studio ali neki, dejansko mora vse štimati na isti način. In pol, ko jim zaupaš do te mere, hvala. Malenkost. Ko jim zaupaš do te mere in vse skupaj začne utečeno laufati, pol se zgodi to, kar si pač prej vprašal. Da začne life res teči skozi tebe, da se direktno povežeš z vso publiko in da ne rabiš razmišljati. Torej, ko si rekel, razmišljaš, kaj med tem, niti tisočinke. Jaz sem takrat na drugem planetu, prsti delajo po svoje, vse, jaz sploh gledam, not. Tu gre vse avtomatsko, vse avtomatsko.
Spravi, prvi 2-3 koncerti so malenkost sumljivi, vedno. Zato, ker se iščeš malo, kje je pozicija pri kakem komadu, kam boš skočil, kje boš začupil, kje boš fucking začel, pampat publiko, drugo, tretje, Pol, ko se to uteče, pa ne zdaj neki koreografsko, da ne bi kdo mislil nekih zdaj naštudiranih for, ampak približne zadeve, Recimo Jeff Thorpe v Vicious Rumors, on mi je dal ful dobro analogijo, On je rekel, there's 5 of us, dude. We're like a fucking basketball team. Just move like you would move on a court. In to je bilo to, Pol vedno, po stageu je mogel biti tak feeling, kot da gre ekipa v napad. Pevci center, ostali, power forward, small forward, fucking playmaker, tralala, bodnar. Vsak ima svojo vlogo, Vsak ima svojo vlogo, vse piči na tak način, In ni kakega razmišljanja, v bistvu je najlepš, ko ni razmišljanja, In to res pol, v bistvu je orgazmično, Sam, koliko se zgodi nekih gibov prstov, kad ti to igraš, pa sej, mislim, za nekega laika je to gleda kitaro, pa to zato, ker to trenira, Ok, nekaj je natrenirati, ampak nekaj pa spustiti, pa samo šibati, Kako si prišel do te točke, da dejansko se lahko glasba tako spusti skozi tebe, da tako, kot si rekel, sploh ni naučen, ampak je samo špila. A je to tokratna ponovitev? Verjetno, To prije z leti. To prije enostavno z leti. Z leti tudi, ko se učiš nove komade, zelo prej pogruntaš, kam se moraš postaviti, kjera nota, Jaz včasih zdaj avtomatsko, jaz na radiju, ko čujem komad, ga v bistvu, če ga bi še enkrat spustil skozi, bi ga znal odšpilati, pa ne rabim imeti kitare pred sabo. Tudi vadim ogromnokrat na tak način za turneje. Nimam cajta biti na kavču ali pa na stolu v studiu, pa kjera nota je, zato jaz enostavno v avtu furam, poslušam in se v bistvu naučim 80% sam s poslušanjem. Ker ko si enkrat toliko tema, sej izkušeni muzičari vejo, to enostavno prije z leti, vse je prirojeno. Če imaš pa to srečo, da imaš tudi nek dejansko naravni talent, ki ga moraš imeti, ob vsem modelu, pol je v bistvu to na nek način še lažje. Se pravim, to je nekaj najbolj orgazmičnega, kar ni možno opisati. Ko igraš pri tisoči in tisoči in sploh v primeru, ko ti ljudje recimo poznajo tvoje komade, mislim, že folk tule na ful manjšem nivoju, špila v cvetličarni ali kaj so in kje, pa recimo par onih, ki lahko dejansko nafilajo stožice enkrat na par let, dejansko to doživijo. Ta feeling, Zdaj jaz, ko sem na neki veliki turnej, pa tudi doživljam dan za dnem, dan, pa ne za vikend, ampak ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek. A se privadiš? Privadiš se, ampak to, kar sem prej rekel, jaz se načrtno nočem privaditi. No, se to, ja. Načrtno se nočem, in vedno se spomnim na to, kaj sem želel in kaj sem hotel takrat kot mulca, In jaz tudi glasbo kot tako jemljem na v bistvu ful radikalen način, ker moraš se zavedati, da v bistvu do izuma snemanja glasbe ljudje niso mogli glasbe poslušati vsakodnevno. Noro. Če pomisliš, noro. Če pomisliš, Homo sapiens hodi po 2 nogah 100.000 let, cirka. Do srednjega veka, ko so se začele kapelne glasbe, klasične glasbe, Dobro, trubaduri to že v stari Grčiji, te zadeve, ampak to ni bila osnovana glasba. Okay. To je bilo nekaj bolj spontanega, Ampak ta osnovana, dejansko zapisana glasba, ki se je začela tam 14., 15., 16. stoletja, igrati, pa cerkvena glasba itd. Se pravi, zdaj, če gledaš realno 500 let, ljudje lahko nekako poslušajo glasbo, ampak včasih si mogel čakati teden, 2 tedna, zato si šel v cerkev, pa si šel orgle ali pa karkoli drugega za 1 uro, mogoče, ali pa za pol ure. In mi šele zdaj, od v bistvu začetka 20. stoletja, 1900 plus, imamo to priliko, pa še ne vsi, ko moj deda odraščal, ni jedel kaj televizija, pa je bil rojen leta 38, in prvi televizor je videl leta, 62, nekaj takega, ker je bil tam iz hriba nad Libeličami, Že za ta cajt to ni bilo nekaj logičnega, da si ti lahko vsak dan nekaj slišal, In spet, ful ljudi sploh ne razmišlja o tem, nikoli ne pomislijo na to, kak privilegij je v zdajšnjem cajtu to.
da ti lahko neko umetnost, kot je glasba, z enim klikom zaštartaš. In v bistvu jo poslušaš, če hočeš 24 ur. Ja, istočasno pa privilegij, da živimo v takih časih, kjer še ni to totalno digitalizirano. A veš, ko se je pogled, recimo ena taka scena, ki se je zgodila, je bil Autotune, ki je prišel Autotune na sceno, ne vem, če si to gledal, mislim, da je celo en dokumentarc. Ja, za Cher se je začelo dejansko. Pa pol T-Pain, ki je totalno, ki so ga zasovražili vsi v glasbeni industriji, ki so rekli, stari pa človek ne rabi več znati pet. Ja. A ne, računalnik ti bo vse popravil in to se bo slišalo tako, kot se mora slišati. Ja. Kako pa mogoče ti vidiš zdaj razvoj glasbe, scene, pa rečva te kvalitetne glasbe, kar je metal, kar je rock, torej da so neki več inštrumentov, tudi mogoče te orkestralne glasbe v prihodnosti. A bomo ljudje sposobni obdržati nekak respekt, spoštovanje do tega, ali misliš, ali vidiš ti že zdaj mogoče, da se nekako ta val premika v digitalizacijo? Kako vi iz vaše industrije to vidite? Ne, definitivno vse premika, ne, to je samoumevno. Vse to se je začelo že pač dejansko zdaj 30 let nazaj, ko se je net komercialno prvič res pojavil, 94-95, ko so vsi bendi zaštartali s prvimi stranmi in pol od 97 do 99 z Napsterjem, in z prvimi downloadi in pol LimeWire, vse ostalo, torrenti. Iz tega ni več poti nazaj. Jaz sem se zdavnaj s tem sprijaznil. Ampak, ko sprašuješ, či se bo to obdržalo na nek kvaliteten način, definitivno se bo. Ena kritična masa ljudi, ki znajo ceniti glasbo res v globino, bo vedno obstajala. Vedno. There's no other way. Vedno bo obstajal en nori jazz mulski nažiga najbolj na hard trobento, kot Miles Davis srednjega kluba v New Yorku. In vedno bo obstajal en gotičar sred Nemčije, ki na enem sejmu špila tam, na srednjeveškem sejmu špila eno violino, in vedno bo obstajal en človek, ki sred Švedske začne električno kitaro špilati brez vsakih backing trackov, brez vsakega autotuna, brez vsakega tega v bistvu sranja, ki v bistvu pomaga izključno netalentiranim in takim, ki hočejo zaslužiti izključno cash. Yes. Nikoli ni bil namen glasbe to, da se komercializira in da se od nje služi denar. V bistvu prej obratno. V srednjem veku in kasneje v renesansi in naprej so vsi največji skladatelji imeli mecene, torej ljudi, ki so jih načrtno financirali. In zdaj moj najljubši skladatelj vseh cajtov, torej Wagner, če ne bi bilo Ludvika Bavarskega, Ludvik II. Bavarski, kralja, mi nikoli ne bi vedeli za njega, zato ker ga je človek 50 let financiral. In Mozart je bil poklican na dvor in so ga financirali. In Čajkovski je pisal za ruskega carja. In vsi ostali, Brahms, Smetana, Vivaldi, vsi največji avtori, vsi so imeli mecene, ki so jih financirali, zato da so oni imeli mir ustvarjati. Ja. In to je to, kar je zdaj ful zgrešeno v zdajšnjih časih. Vsi v bistvu jemljajo umetnost kot nekaj, kar je zastonj. Ja, če bi se vprašala zdaj, zakaj so jih financirali. Glede na to, da so bili to vplivni ljudje. Ja. Do neke mere je bilo tudi to neko, da so oni imeli od tega neko korist. Ampak je bilo bolj zaradi tega, kar je ta človek kot umetnik ustvaril. Ja, ne toliko zato, da bi on ustvaril tako, da bi bilo cool toliko, da bi vsi radi poslušali. To je po moje razlika. Absolutno. Zdaj se pa dela, V ogromno primerih je bil tudi to the case, da so dejansko ti meceni ali pa pol kralji ali pa še kdo nad njimi, so dejansko naročili določena dela. Recimo Rusi so naročili Marš slave 1812, zato ker so premagali Napoleona in ga izgnali iz Moskve, oziroma ker ni osvojil Rusije. Ja. Spravi, to je bilo naročeno delo in še milijon drugih je bilo po istem principu. Zdaj, dejansko zelo mi je težko govoriti o tem, ker v bistvu je glasba ta zvrst umetnosti, ki je v bistvu najbolj zapostavljena finančno. Ker zdaj en slikar v zdajšnjem času še vedno naslika eno delo, in tule je painting in jo da na razstavo, ali pa ima nekega naročnika, ki to kupi za velike denarje. In ni možno, da bo to na isti dan, ko je on to dal ven, torej ko izide, ni možno, da bo na isti dan par milijonov ljudi to prekopiralo. Medtem ko glasbeni album, ko izide, isti moment je zdaj ne samo na torrentih, ampak celo na YouTubeu in na Spotify in posod. V sekundi vsak lahko downloada vse
In se pravim, v bistvu to mi je kar težko mi je, ampak po drugi strani, kot sem prej rekel, zdavnaj sem se pa sprijaznil s tem. Zdaj bolj boš probal proti temu delati ali pa razmišljati v negativnem smislu, sam slabš bo, ker ni več poti nazaj, kot še pri marsičem. Enostavno ni poti nazaj. Kdo pa te je inspiriral ali pa te še vedno inspirira, ki si ga mogoče v živo videl, ali igrati, ali pet, ali karkoli, nek artist, ki si bil tako wow. Zdaj, prva stvar pri tem je bila definitivno Iron Maiden, tega ne morem nikoli zanikati ali pa izbrisati. Torej, Iron Maiden imajo basista z imenom Steve Harris, ki je v bistvu vlogo basista preoblikoval na tak način, kot je bilo prej popolnoma nezaslišano. Spravi, vedno je bil v spredju, vedno je v bistvu se prerinil pred pevca in v bistvu prevzel na nek način vlogo frontmana. Ker bas je v bistvu zgodovinsko gledano vedno bil en inštrument iz ozadja. Tudi pri rock'n'rollu Elvisovega basista si videl samo ozadje, pri Deep Purple je bil Roger Glover v ozadju. Pri svašta enih bendih, ki so bili sicer odlični, so imeli odlične basiste, le ti nikoli niso bili v ospredju, ampak res nikoli. No in ta človek iz Iron Maiden je v bistvu to po predlogi Pete Waya iz UFO, ki je bil njegov največji vzornik, v bistvu prefuril na ta način v bistvu bolj na mainstream, ker Iron Maiden so le bili v 80-ih najbolj znan band. In ko sem jaz njega prvič videl, sem bil fuck, stari, to je to. Bas ni sam ena zapostavljena stvar, ampak ima dejansko vlogo. Ob tem je pa dejansko bil glavni glasbopisec in tekstopisec benda. In to je bila še ena dodatna inspiracija. Drugače pa, ko v osnovni inspiraciji govoriš nasploh, recimo, to je knjiga, ki je v bistvu definirala moje življenje. Najdel sem jo pri 7 letih v babičini knjižnici. Odzadaj je ime in primek od moje mame, njen Maiden primek. Tanja Kolar Jug. Ja. In to je bilo pozabljeno. 79. Da te vedel, kaj gor piše. To je en peti, so pa to najlepše antične pripovedke. Tako, Gustav Schwab. In to je človek, ki je, in za nalaž zgleda toliko old school in tudi kupljena je bila rabljena, kot vidiš že takrat. 45 leti, 46 leti. In to je pa knjiga, ki dejansko sem jo pri 7 letih prebral od prve do zadnje strani. Wow. Pri koliko? Pri 7 letih. Wow. Ja. To ima 800 strani. Ja. Mal čez. Gre pogled, kaj nama bo vesolje sporočil. Ajde. Za manj skrbite, eni za Grke, drugi za Trojance. Še nešteto konj in mož boste videli na obeh straneh, kako padajo v boju. Hvala vesolje. Iliada, Trojanska vojna. Ja, bolano. Mislim... in pol direktno nadaljevanje, druga definicija. Takoj po Trojanski vojni, 20-letno Odisejo, potovanje nazaj na Itako. Jaz sem enostavno užival z in za to knjigo in vse zgodbe v njej. Torej, začne se z Evropo, z sedmorico proti Tebam, z 12 deli Herkulesa itd. In pol se začne Iliada, s Trojansko vojno. In to je bil pa glavni, to pa sploh ne vem, kaj je. Neč odazga, ampak zanimivo. Ne vem, nekaj si zapisal. Pestilence, Tur, to je po mojem 5 let stara turnejska zadeva. Hudo, se pravi, inspiracije veliko praviš iz knjig. Res glavna inspiracija je bila to. Pa kako? Predstavljaj si, mat ti bere vse osnovne pravljice. Osnovne slovenske pravljice, vsa slovenska dela, recimo Voranca, prej opisani Samorasniki, Boj na Požiravniku, Solzice, vse te klasike, logično, in tudi tam drugi, tretji razred si že v bistvu soočen s tem v šoli. In pol jaz najdem to knjigo, enkrat, ko brskam po policah v babičini knjižnici. In jaz sem bil odprem. To ne zveni kot nič od tega, kar sem jaz do zdaj kjerkoli zaznal, pa kar mi je kdo bral. In neobičajni stavki, neobičajna imena. To je mene, jaz sem postal obseden s tem. Obseden, total obsession. Malo se je prav bala za mene. Kaj rečeš obseden, kaj s tem misliš? Vse sem se naučil na pamet. Prvi 3 dni sem znal vseh 12 osnovnih grških bogov in pol vse bitke, Ahil, Patroklos, Ajax, Telemachos,
kako Enej pride se boriti za Trojance, vse. In jaz sem živel v tem, medtem ko so, ne vem, drugi gledali tam gasilec samo in to. Ja. In jaz pa tule, ščiti, kopja, vratovi se režejo, rebra se lomijo, ljudi se žigajo na grmadah, in tretjo. In tu moram spet v bistvu dati totalni tribut staršem, ker sta videla, da to berem in mi nista preprečila. Ok, to te zanima, ok. Dig in, itak sta mislila, da bom obupal po 20 straneh, Ampak, surprise. Ja, in sem bil ful v tem, v bistvu prve par let in še zdaj na redni bazi odprem in preberem določene odseke, ki so mi najljubši, ful zadevajem na pamet. V bistvu je na nek način moja Biblija, to. Se pravi Iliada in Odiseja. In by the way, tudi prvo delo, zahodno delo, ever. In osnova, v bistvu zahodne literarne, v bistvu osnova zahodne literature. Tako moram reči, torej Iliada. Iliada in Odiseja. Ja, drugače pa pač, ko si rekel nasploh vzor in to in v bistvu ljudje, ki so vplivali na mene. Kuja impact. Ja, impact na mene, največji impact so imeli, ker sem v bistvu 30 let fan zgodovine, od mladih nog, vsega. In to predvsem v zadnjih 15 letih, torej fan objektivne zgodovine. Na mene so največji impact imele največje osebnosti celotnega človeštva. Se pravi, Aleksander Veliki, Julij Cezar, Mark Aureli, Leonardo da Vinci, Napoleon, Carl Sagan, itd. Taki ljudje, Nikoli nisem v bistvu v glasbi iskal nekih vzorov ekstremnih, zaradi tega, ker sem itak videl, na čem dela. To ni bilo nič posebnega. V bistvu sem iskal vedno osebe, ki so naredile res neke večje premike za človeštvo. Večje premike, nevidene stvari, kot naši balkanski bratje rekli, prav nevidene stvari. In to mi je bilo vedno bolj fascinantno, kot da bi v glasbi iskal v bistvu neke vzornike, pa tudi iz tega razloga jih nisem, ker sem v glasbi vedno hotel odkriti nek svoj X-faktor in v bistvu neko svojo identiteto. In če mene zdaj na odru pogledaš, dejansko ne moreš reči iz prve, da bi koga kopiral, da bi vzel nek način igranja ali pa premikanja po odru, pa performanca nasploh po komorkoli. To je v bistvu ena izmed stvari, na kere sem dejansko najbolj ponosen. Ne vsi posneti albumi, ki jih je ogromno in milijon turnej in vsi tisoči ljudi, to, da sem odkril neko svojo identiteto in v bistvu gradil skozi na tem, to mi je v bistvu najbolj pomembna stvar. Ja, lepo. A si kdaj bil tako na nek tak Michael Jordan način obseden s svojim delom ali pa Kobe Bryant, a veš ta mindset, ki si tako... Vsak dan. A te je kdaj pripeljalo do tega, da te je zreseteral? Absolutno, na to sem se hotel navezati, da je moj jebeno ekstremni burnout, ki me je pripeljal v bolnico leto 2022, septembra, oktobra in to tekom turneje, mi je dal ta reset. Jaz verjetno si gledal The Last Dance, vse dele. Valjda, pa naenkrat. No, jaz, če vidiš, na kak način tam dela Jordan z teammati, na tak način, s tako strogostjo, s tako disciplino in brez kakršnega koli dopuščanja za popuščanje, sem jaz delal z folkom v svojih bendih. A si tudi s sabo delal? Tudi. Kar kot tudi Jordan poje, ni za vsakega. Ni za vsakega. In jaz sem rabil ful let, da sem v bistvu priredil to brezkompromisno delo. Se pravi, res brezkompromisno, da sem začel sprejemati določene kompromise, osebne in nasploh. Je pa res, da pač jaz nikoli nisem probal s tem karkoli negativnega narediti. Medtem ko Jordan, ko ga gledaš, na kak način je deloval do določenega folka, sploh recimo do Horace Granta, tudi do Pippena v določenih primerih, pa recimo kakaj sta bila on in Pippen do Kukoča, ko je uletel in ga zaradi Jerryja enostavno niso hoteli sprejeti. Ja, klepo ego pride v igro. Mislim, ta stran ega, ki je posesivna, ki je destruktivna,
ta ni zdrava, ne? Medtem, Ja. ko je druga stran tekmovalnosti ali pa da si res nekaj želiš narediti dobro, ker kaj bi rekel, da je bilo tvoje nekak razlog za to obnašanje, kaj bi rekel? To, da sem enostavno vedel, da so bolj sposobni, kot kažejo, in vedel sem, da enostavno ne dajo vsega, v to jaz sem hotel, da dajo vse, niso dali vsega, imeli so fulejnih drugih, bi rekel, v bistvu interesov, ki so jih prikrivali in so pač rekli, da so full time 100% v muziki, pa niso bili, ne. In mene to enostavno motilo in sem večini tudi povedal to pač v obraz, če ne z besedami, pa z dejanja, ne. To me je ful motilo, ampak bolj sem skozi leta enostavno spoznal, da niso vsi narejeni za to, ne. Tudi če mislijo, da so. To je še ena stvar, tudi pri ogromno profesionalnih glasbenikih, ne. Ogromno ljudi misli, da so narejeni za to in pol pride v eno situacijo, ki jim hitro pokaže, da mogoče pa to ni the case, ne. Poznam ful muzičarjev, ki so se prebili do nivoja, da stopiš končno v 3-milijonski double-decker turbus, ne. Kjer je kupanca, kuhna, nori banki, ne, vsak bank ima svoj flat TV, od zadnji špilaš fucking igrice. Ni da nimamo, svetski nivo, ne. Model po 2 tednih, do motože začne jokati, jaz nisem za to, čau, 20 let dela. So taki primeri, ne, ko folk to spozna in to dejansko ni za vsakega, ne. Ja, največje bitke se itak noter odvijajo, ne, kakorkoli obrneš. In ja, še zaradi tega še večje spoštovanje tem, ka vam rata, ne, ker sej, jaz bi si želel, da bi vsak človek stestiral vsake tok cajta, pogledal malo čez to, kar misli, da je zmožen, ne, in se mi zdi, da ta mindset, ki si ga ti zdaj omenil, točno ti to dovoljuje, ne. Ker ti verjetno sebe ne vidiš zdajle kot final product svojega dela. Ne? Ne, verjetno absolutno. Se bo nadaljevala. Ne? Absolutno. In to je zame življenja. Veš, the best is yet to come, vedno. Pač testiri se, bo to nečem slab, fejli, kva te briga. Ne? Točno to. Ampak burnout je pa nekaj drugega. Burnout je pa nekaj drugega, pri burnoutu ti pa telo pove, Miško, zdaj boš mogel pa malo tudi meni dati pozornosti, ne sam klepa v vizijo, pa mene tukaj znucati. Eno telo imaš na tej zemlji, v tem življenju in poskrb za njega. Kako si doživel burnout? Daj mi to povej. Kaj rekel si, da je bilo na turneji? Na turneji. Jaz nisem mogel verjeti, da se mi to v bistvu sploh dogaja. Jaz sem bil vedno prepričan, da se pravi, spravo prehrano, z res športnim attitudom. Tudi metal jaz vedno povezujem, ne samo z basketom, pa s temi ekipnimi športi, ampak ga jemljem tudi kot ekstremni šport. Kondicijsko, ampak fucking extreme music for extreme people, isto je, extreme sports are for extreme people. Ja. Zdaj, ne vem, nek ekstremni downhiller, ne, ta fora. Metal jemljem jaz na čisto isti način, ne, in tudi poškodbe so predvsej podobne. Jaz imam recimo vsa vretenca, imam zjebano od čupanja, od headbanganja, križ, hrbet, vse uničeno, vse znucano, od zadnji lopatice. Folk si to ne predstavlja, ne. Ampak, kar se teh ekstremov tiče, ne, jaz nikoli nisem v bistvu opazil sam pri sebi, da sem toliko globoko zapadel v vse to. In sem bil zelo presenečen, kot rečeno, vedno sem bil pripravljen fizično, vedno hidracija, 2-3 litre vode na dan, ful več še med koncertom, nobenega alkohola na turnejah, niti kapljice alkohola na turnejah, ever. Niti ene kapljice, veš kaj to pomeni? Wow. Nič, 0. In sem mislil, vse delam na pravi način, ni možno, da me to doleti. In pol, ogromno enih v bistvu mentalnih, birokratskih pritiskov, strani menedžmenta, pogodbe, menedžeri z 1001 pogojem, 2, 3, korona, seveda, ki je uničila naš biznis in industrijo. Uničila na 0, ne metal, vso glasbeno industrijo, ne, kot gostinstvo. To je bil nuklearna bomba, ne, na Hirošimo, prav folk si ne zna predstavljati. Vse to, v bistvu skupek vsega tega je ustvaril neko fucking kuglo tam, ko jo vržeš na bowlingu, ne, in ti prileti direkt v glavo. To plus urnik, ki se mi je takrat pojavil za 1,5 leta naprej, ki je bil nabasan z 250 špili na leto. Kao, gremo zdaj vse nadoknaditi, ne. Pa se reče menedžerju, model, Udo, pevca, ne, star 72 let, model ne bo zdržal, ne. Vmes imel že 5 problemov, odkar sem jaz šel po svojem burnoutu prostovoljno iz benda in rekel, čau, fajn, to ne gre več na tak način, ampak da se vrnem nazaj na svojo situacijo. Enostavno skupek tega mi je ustvaril tak pritisk,
da sem zaradi mentalnega pritiska začel telesno popuščati, ne? In ni imelo to veze s tem, da sem jaz pripravljen. Enostavno, kot si rekel, telo samo začne odpovedovati, ne? In smo na odru, sred Münchna, v dvorani, špilamo predzadnji komad, Man and Machine, nikoli ne bom pozabil, torej prav Man and Machine. In jaz se enostavno zgrudim, pravno sesujem. Sred igranja, pravno zadnje note se še spomnim, pa se kar naenkrat zgrudim in ležim. Druga stvar, ko se spomnim, sem na stretcherju, ko me 12 proti rešilcu, pa me odfurajo v lokalno, najbližjo bolnico tam, kjer je bila. Nič jasno. Ostanemo v bolnici, en teden sred Münchna, pridejo po mene, rehab, ki v bistvu, čisto po pravici rečeno, res moram reči, da na nek način še zdaj trajano. Bi rekel, da sem na enih 80% napram temu, kar sem bil pred tem dogodkom. In je tudi to zelo, zelo trdo delo, da se probaš vrniti. Se veš, imamo ful primerov v Sloveniji, recimo najbolj znani Jurij Zrnec, recimo ultimativni car, glede vsega, ampak model je rabo, 4 ali 5 let, da se je vrnil po unem res norem burnoutu, pa logično ta Aljoša, ki je par knjig napisal o tem in vse. In jaz predtem moram priznati, da tega nisem imel resno. Jaz sem mislil, kak burnout, da se zabaš, kje je pri 30-ih, to ni možno. Jordan. Ne jemlješ na resni način, dokler ne izkusiš na lastni koži. In se mi je life čisto obrnil. Sem začel v bistvu spreminjati bioritem, kar ga zadnje 20 let sploh nisem imel. Spanc kot prvo, urediti spanc, ker sem že predtem imel insomnijo totalno, urediti spanc, zdaj mi ful uspeva, dejansko ostajam med 8 in 9, to je za mene noro, ker prejšnjih 15-20 let nisem šel spat pred 3, nikoli. Kar se pa turnej tiče, pa se veš, nemogoče, da greš pred 3-4 spat, in ja, imam kar nek drug način v bistvu zdaj življenja in dojemanja vsega, pa mislim, da kar pozitivno v bistvu se začenja odvijati zdaj vse. Kaj pa ceniš zdaj tako v življenju, kaj ti veliko pomeni recimo zase? Vse, za kar sem bil v bistvu prikrajšan, oziroma kar sem zamujal vsa ta leta. Sicer sem se že takrat tega zavedal, logično, ampak ob burnoutu sem pa začel ful bolj ceniti to, da bom zdaj imel možnost to doživeti nazaj. Se pravi, zamudil sem neskončno rojstnih dnev, neskončno porok, pogrebov, frendovskih dogodkov, otrok, ki so jih frendi dobili, vse, a veš, si sred turneje, recimo od partnerke, od punce, od Daše, s katero sva 16 let skupaj, sem zamudil ne vem koliko rojstnih dnev, vključno z 20, 25 in 30, z okroglimi, vse te zadeve. In sem bil, končno bom imel cajt za vse te situacije. In sem v bistvu to ful vzel za kupa, da v bistvu ne zamujem tega, da nisem na odru, pa da mi je to ful bolj pomembno. Kot pa mi je bilo kadarkoli prej. Sej ne, da mi prej ni bilo niti podrazno, jaz sem bil itak vsak dan na vezi, vseeno. Ni bila prioriteta. Ja, to pa drugo. Ampak, veš, jaz sem svojo kariero in pot mogel imati tudi kot šihtane. Ja. To za mene ni hobi, to ni, to greš za vikend špilat, pa polk mami na kosilo. Za mene je to full-time job, In to je tako da greš na misijo, Pa se boš vrnil v turneje, vrnil v nastopanja? Absolutno. Ampak na drugačen način? Na malo bolj zrelo? Ja, bolj zrelo na malo zmanjšen način. Ampak letos v bistvu ne smem razkriti, zdaj kaj je javno. Ne panik. V roku 2 mesecev bo ena huge fucking zadeva. Huge. To bo ta podcast že odzuni, veš? A bo? Ja, mislim, ne bo. Podcast pride ven aprila, po moje tale. Aha. Ker imam toliko naprej posnetka, grem na Tajsko. Ja, lepa. S familijo, ja. Lepa. Sem tudi jaz sprejel na tako odločitev, da bi rad več časa preživel. Lik zanč me je neka novinarka vprašala, me je rekla, kakšno imaš največjo vizijo za 2025, ne, mislim na biznisu. Sem rekel, da preživim čim več časa z mojo hčerko, z mojo ženo, z mojo mami, pa z mojimi prijatelji. Pika. Me je gledala, Najboljš možen plan. Najboljš možna vizija. Stari, ja, mislim, tako kot si rekel, danes večkrat o tem podcastu, kako se počutiš, by the way, si good, si v redu? Ja. Absolutno. Top. Zdaj moram priznati, da nisem vedel, kaj pričakovati in imam v bistvu občutek, kot da bi bila ene 8 na drinku. ne prvič. Vrhunsko. Zelo domače, zelo super in zelo profesionalno in vse pohvale.
Absolutno. Magaj. Ja. Dej malo poeno, torej Tajska za daljši cajt ali samo kot počitniški trip ali tudi kaj videti pa to? Ja, tako gremo malo, veš, malo na toplo, bolj kaj ne, gremo pa na 3 destinacije, pa tako, ja, malo videti, malo uživati, malo biti na plaži, rad bi pač res, ker si umaknen, ko okolje zamenjaš, da greš stran iz tega delovnega okolja, to je nekaj najboljšega, kar lahko zase narediš, pač brez zebancije, drugače, vizije se ti odpirajo, odnosi se zboljšajo, veš, moja hči bo začela tam govoriti počasi, to so stvari, ki jih jaz nočem pozabiti. In jaz jih bom lahko vezal na nek kraj, ki ni biznis, kjer me ti lahko pocukaš, pa rečeš, dej, prosim še to naredi. Pa to, pa dej, kva, če bi še ta event naredil, pa ta clothing line launchal, pa tega gosta ti bom zrihtal. Vse bo počakal. Zdaj je familija prva. In to so neke zavestne odločitve, ki se mi zdi, da pridejo pač z neko zrelostjo. Saj vsak daje svojo pot čez, ampak če se ne testiraš, koliko si sposoben, ne boš znal toliko ceniti teh pol trenutkov, ki pa se res lahko malo umiriš. Je res. Tako da ja, mi je pomembno to, veš, tudi, ko slišiš veliko zgodb od ljudi, kaj dajo čez, kako živijo in ko čutiš njihovo energijo, tako kot sem danes tvojo, ko si v nekem takem, tako kot si rekel, kada je 8. drink. Tudi jaz to resno jemljem, veš, in sem kles, te poslušam, ker se mi zdi, da je to nekaj najlepšega, kar človeku lahko daš. 100% pozornost. Isto. Ja. In tako, kot sem prej hotel reči, no, je to, da večkrat si omenil to hvaležnost, biti sposoben pogledati stvari, videti, zakaj si hvaležen. To je nekaj tazga, kar sem jaz danes iz tebe najbolj tako začutil, no, da imaš veliko še mogoče zadati, pa nočeš zdaj nobenih besed polagati, pa pričakovano zbujati, ampak dej to tako, da te prvo sebi daš, a veš, pizda. Ja. Se strinjam, imaš prav. Skozi sebe živiš life, ne skozi druge, pač noben mi nimaš več nič za dokazati, to, kar si že zdaj naredil, je epsko, To imaš prav, in se popolnoma strinjam z vsemi zadevami, ki si jih rekel pred to zadnjo zadevo, in tudi to se bom skromno strinjal, zaradi tega, ker dejansko sem vse kljukice, ki sem jih imel za obkljukati, sem jih obkljukal. Dejansko vse. In vsak dan je darilo. Resno, jaz ko pijem to čisto vodo, sem hvaležen za to, brez heca. Včasih nisem bil načeloma tak, ampak zdaj res cenim vsako tako stvar, plus še nekaj moram dodati. Ogromno ljudi v rock'n'roll biznisu in tudi zdaj v mainstream biznisu tega kvazi zvezdništva, ki v Sloveniji itak ne obstaja, se ne zaveda tega, da ti moraš imeti na nek način razcepljeno osebnost, dvojno osebnost. Za to, kaj si na odru in kaj tam predstavljaš. Alter ego. Tako, in kaj si v zasebnosti. In spet bom omenil mojega dobrega 63-letnega kolega Jeff Thorpa iz San Francisca, živo heavy metal legendo. On je vedno rekel, to, kar si na odru, mora biti fucking superhero. Ti moraš biti na odru to, kar ne more biti vsak in kar ne more vsak niti videti na dnevni bazi. Noben noče videti na odru svojega soseda, ko je tam glikar v vrtu pa dobiva plevel ven iz vrta. Noben noče tega videti na odru. Na odru hoče folk videti en ideal, ki ga načeloma ne morejo doseči, ampak lahko pa stremijo k temu idealu. In ga mogoče s to motivacijo, da tebe vidijo, tudi bojo dosegli nekoč. Yep. In to je ful pomembno. In jaz sem to distinkcijo sem vedno ful razčlenjeval, da ko prijem nazaj v Slovenijo, zdaj pač sem tilen nazaj, brez vsakih predstav o čem drugem. Bravo, ja. Ful zdravo. To sem mogel ful hitro definirati. In tudi mislim, da bojo čisto vsi moji življenjski frendi, s katerimi smo dobesedno 30 let frendi, vsi najožji frendi, mislim, da ne bi niti en od njih rekel, v bistvu sem 100%, da ne bi niti en rekel, da sem se karkoli spremenil tekom vseh teh let. In to mi je bila pa še ena ful pomembna stvar, ker sem opazil ful teh situacij, ko si folk preveč domišlja, da so neki, kar niso, tudi žalostno v Sloveniji. Oziroma prej kot kjerkoli druge. In to je za mene v bistvu nesprejemljivo, res nesprejemljivo. In če kdo tak zdaj to posluša, ki se prepozna o tem, naj to čim prej spremeni, ker it's not a good thing. Ja, veš, še zmeraj moramo pa mogoče na to mali sočutje gledati, Zato, zakaj ljudje to delajo,
en strah, ali je potreba po dokazovanju, ali je neka travma nesprejetosti. Tako da tišina je zdravilo, ker tam noter vse laži, ki jih ustvarjaš, pa govoriš drugim, sep ne moreš govoriti. In ko enkrat prideš do te točke, ki je pač strašna v življenju, da prepoznaš svoje laži in vidiš, da nisi ti taka govori, ampak umka posluša, v globi resnici. Pol šele lahko začneš se zdraviti in dokler ljudje tega ne dojamajo, vidva lahko le modrujeva, govoriva vse, kaj bi mogel kdo narediti, ampak le na koncu dneva je vsak odgovoren zase. To. In ja, mi jih imamo lahko sam radi, ker nismo kle, da se razumemo, ampak da pač najdemo mogoče neko ljubezen ta prvo do sebe, pa da znamo nekaj vendeti. Absolutno. In kot si rekel, poslušati sebe in tudi nasploh. Zato imamo 2 ušesi in samo 1 usta. Bravo. Da lahko z obeh strani poslušamo. Tilen Hudrab, hvala ti za tole epizodo. Hvala tebi, Dora, da si zrihtala tole. Super občutek imaš zato mi še kakšnega gosta pripeleš. Tole je bilo epsko. Jure, hvala enako. Zelo sem v bistvu počaščen, da si dal priliko malo širši publiki spoznati to, kaj je heavy metal in v bistvu apeliram na vse, ki jim je bilo zdaj vse to zanimivo, upam, da še malo bolj raziščejo to glasbeno zvrst in njeno zgodovino, ker bojo, sem skoraj prepričan, odkrili še marsikaj zanimivega. Pa dokumentarc boš delal? Dokumentarc se dela že skoraj 4 leta. Ja, moj dokumentarc ima tudi že naslov, imenuje se Kovinsko srce, torej Metal Heart. In izšel bo konec decembra tega leta. Lepa. Ja, torej na 25. obletnico moje kariere. Pošelj tam je link, takrat bomo pošerali na story, pa to pa, da bo folk lahko še do tega dostopil. Absolutno. To je pa to, brat moj, kat. Thanks. Hvala. Hvala. Cool.